In smo v živo. Super, evo, lepo, dobrodošli, drage ženske. Današnja tema je obarvana, izrazito ženska in izjemoma ni za moška ušesa, ker bomo govorili tudi o menstruaciji. Tako da, pazite se. V glavnem, današnji dan je mehen hecan glede Džotiša. Veliko planetov je natlačenih v 8 hiši skupaj z retrogradnim Merkurjem, zato je čisto možno, da bo tehnika lahko kaj hecala ali pa tudi ne. Zato bomo zelo cenili, če boste v komentar napisali, če nas slišite, če je dober, pa če je vse ok. Tako da, v glavnem, kje smo stali? Ja, danes je ženska tema, izrazito. Se pravi, če ste podjetnica ali pa tudi ne, za uspeh na katerem koli področju je pomembno stopiti v svojo lastno moč. To pa lahko naredite samo, če si upate biti to, kar v resnici ste. Levinja in pa ne siva miška. Tako da, danes bomo torej razkrili, kako se lahko čustva vaša supermoč, kako do samozavesti brez velike kakšne hude denarne investicije in kako menstruacija lahko da ekstra opolnomočenje, pa se niste mislili, in da to, kaj imate oblečno, pove veliko o vas. Za vse, ki pa bi želeli še več in bi se rade še dodatno opolnomočile in stopile v identiteto ženske, za katero ni nobenih ovir, imamo pa skupaj z gostjem danes pripravljeno eno super hudo, fantastično ponudbo. Tako da se boste lahko tudi zagotovili 4 posebna darila, ki vas čakajo v temle goodie bagu. Ja? Tako da, ampak gremo vse lepo po vrsti. Sem Maša iz Mixer.si in dobrodošli v podjetniškem talk showu Destinacija osebni brand, ker prek moje metode 6 spiralnih ključev, pa da vam jih pokažem, da veste, kako to izgleda. V bistvu obdelujemo podjetniške teme, s katerimi dobite 6-krat večjo prepoznavnost in 6-krat več prihodka. Kako z osebnim brandom. In današnja tema, kot rečeno, je kako postati to, kar si, se prenehati pomenševati in se ogledati v svoji najboljši luči in si priznati svojo pravo vrednost. To pomeni, da bomo prižgali oziroma obdelali prvi spiralni ključ in to je prižig. In zdaj, na oder bi povabila 3 današnje goste, sogovornice in strokovnjakinje, vsaka na svojem področju. In sicer, Nataša Bogme-Kiran. Zdravljene. Enet Klimše-Jogan. In pa Mateja Kalin. Živjo in dobrodošle. Za vse tiste, ki vas še ne poznajo, lahko rečem, ker se poznamo v živo, da ima vsaka od vas toliko fantastično energijo, da bo danes toliko zelo veselo in bo špricalo dobre volje in energije. Tako da jaz bi vas na hitro zdaj predstavila, da se bodo gledalke lahko bolj pripravile z vprašanji, tako da prosim, dajte sodelovati s komentarji in vprašanji, zato da bomo imeli tudi to interakcijo, to je čar tazga live talk showa, in da lahko odgovarjamo na vaše vprašanja. Hkrati bom pa vsak od vas prosila, da se predstavite še same skozi predmet, ki se ga prenesle danes s sabo. In lahko začnemo kar s tabo, Enet. Enet je holistična coachinja za vitalno in samozavestno žensko. Kot osebna trenerka, prehranska mentorica, reiki mojstrica, izvajalka EFT metode in strastna raziskovalka telesa, uma in energije, pomaga ženskam zavestnim delom začutiti in utelesiti svoj potencial, spustiti vse, kar ne služi več, ter postati najsrečnejša, opolnomočena in igriva verzija sebe. Wow, kjer hud bajo, Enet. Kjer je pa pol tisti predmet, ki bi najbolj okarakteriziral tvoj osebni brand in zakaj? Tako ko sem razmišljala, glede na to, da imam tako zelo širok spekter delovanja, pa toliko stvari v bistvu me zanimajo, je bilo kar težko določiti. Na koncu sem gotovila, da v bistvu najbolj v tem trenutku bi me opisale orakelske karte. Zakaj? Zaradi tega, ker v bistvu to je tako ena najbolj enostavna duhovna praksa, ko jo lahko dela čisto vsak, ne glede na svoje stanje trenutnega stanja in življenju in zavesti, duhovnosti, energije, bilo kje si, to je ena taka najbolj enostavnih stvari. Predvsem je pisana beseda, ker je meni zelo blizek, ker se zelo lahko zlijem skozi besedo. In enostavno je to neka taka bilka, ki ti pomaga v tistih trenutkah, ker rabiš samo eno sporočilo, samo eno informacijo, nekaj, da te da lahko na spiralo navzgor, če recimo si v primeru, da si na spirali dol, ali pa da nimaš najboljšega dneva.
Tako da, zdaj sem zdaj, to bi bilo kar zdaj trenutno tak moj najbolj top predmet. Pa vsakeč ga imam v svoji torbici s sabo ali pa rucah, tako da je zmeraj tvano. Odlično, super. Evo, če gremo kar naprej, Nataša, midve se precej dobro poznava, ampak še vedno vsak dan odkrivam tvoje podjetniške talente, ki jih sploh ni ne konca, ne kraja. Zakaj to pravim? Zato, ker je Nataša lastnica svetovalnega podjetja, kjer strankam pomaga do učinkovitega, zakonsko skladnega digitalnega poslovanja. Dopoldne, ne? Ampak popoldne je pa hkrati predvsem raziskovalka zdravja, lepote in pozitivnega odnosa do sveta in sočloveka. Zadnje 4 leta je pa ambasadorka gibanja Pasionista Slovenije, kjer organizira druženja in ozavešča udeleženke o zdravju, lepoti ter njim in njihovim prijateljicam nudi podporo. Nataša, kaj pa tvoja zgodba predmeta, ki okarakterizira brand danes tukaj, zdaj? Ja, glede na moj opis, hvala Bogu, da je že popoldan, čeprav je moj dopoldanski del se dostikrat zavleče tudi popoldanskega, ampak vseeno, moj predmet dopoldan in popoldan je šminka. In sicer jaz imam zelo rada tisti, ki me poznate, rdečo šminko, ker ne poznam nobene dame, ki ima rdečo šminko in ni samozavestna. In dragi moji, jaz tako dopoldan kot popoldan rabim svojo samozavest in jo rada še spodbujam. In ko se namažem, je itak spodbujena. Imam pa še eno strast in to so knjige. Ko da jaz nimam samo enega, jaz imam 2, ne. Tole je navzven, tole je pa na not. Leaders are readers, kar pomeni 10 minut na dan vam spremeni življenje, drage moje. A ne, ja, in et ima od zadnji, jaz imam od zadnji, a ne. Tole so stvari, ki se vam jih zelo splača investirati. Garbage in, garbage out. Namreč, če nimate not dobrih stvari, tudi tle ven ne bojo dobre stvari prišle. Pa tudi, če so z rdečo šminko obrobljene, sam povem. Ja, točen to, bravo, evo, super. Last but not least, Mateja, ki nam mlajša naše ženske narekovajih tegobice. To pomeni, da je Mateja ustanoviteljica slovenske blagovne znamke Lalikap in tudi drugih izdelkov, ne, ki so drugačni in močno olajšajo ter naredijo menstruacijo brezskrbno, še posebej, če imaš močan tok. Njen cilj je torej zagotoviti vsem ženskam dejansko brezskrbne dni in udobnejše življenje v času menstruacije in ne samo v dnevih krvavitve, ampak čez celoten cikel. To tudi pomeni v bistvu, da tiste, ki tudi nimajo več menstruacije. Tako da glede na povedano, Mateja, komi čakam, da nam pokažeš svoj predmet, ki si ga prenesla s sabo in zakaj simbolizira prav ta predmet tvoj osebni brand. No, zame je to bilo zdaj res lahko, a ne, to je pač ta moj Lalikap, ki sem si ga v bistvu sama najprej naredila zato, da si ujamem vse te močne menstruacije. Ni pa noben bav, če ga takole pokažem, sploh ni toliko velik. Še zraven imam pa recimo vedno za pokazati pa še tole, ki je doma narejena z gline in vedno nekako probam pokazati, kako se to v bistvu sploh ustavi in kako je to pravzaprav čisto enostavna zadeva. Ampak se pravim, to je čisto, zame vse enostavno. Ej, a lahko vsaj meni na ljubo pokaže še enega pliškota? Prosim. Je tale, to je kapljica, plišasta kapljica krvi, ki v bistvu seveda ponazarja, da je kri pravzaprav zelo ena fajn stvar. Imam pa še tole plišasto maternico, ki včasih malo pomaha, kjer razlagam, kako v bistvu sploh pride do krvavitve in iz kje pravzaprav preteče kri. In tole je pa maternični vrat, evo ga. Tako da malo se pozabavam s takimi lušnimi igračkami, ampak tudi lažje pol otrokom oziroma najstnicam razložim, kako sploh to poteka. Ful dober. Evo, ti pliški bi si mi toliko zabavni, da bi bilo škoda, da jih ne deliš, ne? Plus tega pa ženske, fantastične bajote imate, tako da vrhunsko. Zdaj, a gremo kar naprej na prvo temo, jaz sem za. Pogledamo, če so še kakšni komentarji. Čaki, Lalikap, kaj pravi Emilija? Lalikap je zakon, wow! Top, svaka čast, Emilija. Hvala, Emilija. Top. Da vidimo. Super, evo Barbara, hvala ti. Dobro,
Skratka, gremo na prvo temo. Prva tema bo predstavila Nataša, sicer tako, naslov teme je tako mal boring je, ne? Do samozavesti, brez velike denarne investicije, bla, bla, bla. Ampak vmes sem tako uvod povedala, ne? Samo zato se malo grejemo. Pa tudi, da nekaj pojasnim, da ne bo pomote. Ker, ko rečemo investicija, ne govorimo vedno samo o višini denarne investicije, se pravi, ni poudarek samo, koliko denarja bomo vložili vase, čeprav se večina stvari na tem svetu meri z denarjem, ampak tudi, ali smo pripravljeni investirati vase dovolj časa, energije, pozornosti in ljubezni do sebe. In to vse je investicija. In, kolikor poznam Natašo, ti zelo veliko investiraš vase, tako kot si že prej nam namigala. Pa nam najprej prosim povej, kako ti živiš to, kar si in zakaj si upaš? Nataška ima mogoče malce slabo povezavo. Pa nam je si tukaj? Evo, si nazaj, Nataša? Si nazaj, evo, čari live, vidiš, kako to tehnika heca? Zadnji dan retrogradnega Merkurja. Ja, po Džotišu bo še kar trajal nekaj časa, ne vem, kar sem gledala, tako da to bo še zabavno. Mogoče da začne Enet, pa se bom jaz potem vključila, ali pa če Matejo vključiš, ker... Ne, Matidi, kar zdaj govor. Evo, zdaj le što. Dobro povezavo, nekaj ni okej. Nič hud začni. Smo nazaj, evo, smo nazaj, bomo zdržali. Dajmo, bomo. Hvala lepa, Maša, in kako super družba, tako da upam, da vse uživate in čim več sprašujte in čim več nam pišete, zato ker ta dogodek se ustvarjamo skupaj. In vse te, ki smo skupaj na dogodku, vse te bomo tudi dinamiko dogodka ustvarili. Zdaj, jaz bi mogoče štartala na način, da je za samopodobo, za uspeh, za ne vem, pogum, da so zato pomembne tako notranje kot zunanje strategije. Zdaj, o notranjih strategijah je največja strokovnjakinja naša Enet. Definitivno bosta pa Maša pa Mateja govorile o zunanjih strategijah. Pa bi jaz štartala mogoče malenkost z notranjimi, da Enet pripravim dober teren. Zelo je pomembno za našo samopodobo, za odnos do življenja, kakšen odnos imamo, drage dame, do očeta in do mame. Za življenje, za samopodobo je odnos do očeta zelo pomemben in za pogum, pa svet je pa v bistvu odnos do očeta. Prej odnos do mame, zdaj odnos do očeta. Zdaj seveda je ta odnos vedno povezan s spomini, ki jih imamo na otroštvo. Te spomini so pa v veliki meri povezani z zgodbami, ki smo si jih mi ustvarjali glede na dogodke, ki so se nam izvajali v otroštvu. In zdaj vsak dogodek, ki se nam je zgodil, nas je na nek način zaznamoval, se strinjate. Zdaj, odvisen z katerega zornega kota ga pogledamo, odvisen kako smo se rodili, kako je luna, kako so bili planeti, koliko smo pozitivni, koliko smo, bom rekla, tako bolj rezervirani. In torej zgodbe, ki si govorimo o teh dogodkih, bodo determinirale naš odnos, našo samopodobo in predvsem naš odnos do mame, naš odnos do očeta in posledično do samopodobe, do življenja in do poguma. Zdaj ne vam povem kar na svojem primeru. Jaz sem bila še zelo mečkana punčka, ker si moj oče in mama nista mogla privoščiti varstva zame, hkrati pa nista dobila vrtca. In sta si pomagala na način, da je eden delal dopoldan, drugi je delal popoldan in tisti, ki je delal popoldan, me je dal dopoldan spat, ker je bil dopoldan z mano, in tisti, ki je delal popoldan, je pač prišel domov, oziroma dopoldan je prišel domov in naj bi me našel s pečo. Super je bilo, dokler se nekega dne ni moj oče, ko je odhajal v popoldansko službo, ni ozrl na okno v prvo nadstropje na Karlovški, živeli smo v centru mesta ob vpadnici v Ljubljano, in zagledal v okenski polici stat mene, leto in nekaj staro deklico. Ne me vprašati in tudi ne njega vprašati, kakšno grozo je doživel, kako sem jaz prišla gor, jaz se to ne spomnim. In kaj se je zgodilo? Seveda sta se onadva odločila, da tako ne gre več, denarja za varstvo nimata, vrtca ne dobita, kaj zdaj? Dala sta me k očetovi mami na kmetijo na Dolenjsko. Kaj si lahko misel otrok, že danes ga pustite v vrtcu joka, pa nekako pričakuje, da ga boste prišli popoldan iskat. No, zdaj si pa vi zamislite otrok, ki ga pustite nekje v enem novem okolju, čist drugačnem, kjer je prej živel, in vas krni, in vas ni prvi dan, in vas ni drugi dan, in vas ni tretji dan, in vas ni četrti dan. Ja, zagotovo, če se spomnite tudi sebe, če imate kakšen podoben spomin, definitivno je ta otrok bil žalosten,
to sem bila jaz, bil je osamljen, imel je občutek zapuščenosti in seveda najlažje je v tem primeru zapreti srce, ker sam tako lahko preživiš, ker drugač bi lahko cele dneve jokal in pač nobenemu ne pustiš blizu. No in kot otrok sem to bolečino nekako zakopala, zato ker sem rojena kot strelc pod Jupitrom, optimist, in sem si ustvarila zgodbo, kako rada grem v resnici na Dolenjsk. In res sem bila kasneje vsakič, ko sem le lahko šla, sem šla na Dolenjsk. In moje življenje je bilo v tej zgodbi popolno. Jaz sem zdaj malo manipulirala svoje starše in ker sem jaz hotela iti na Dolenjsk, so me oni pustili, ker so me tudi prej zapustili in sem bila na Dolenjskem. In zdaj sem jaz imela kar naenkrat 2 doma, na Dolenjskem pa v Ljubljani, na kmetiji pa v centru mesta. Ker sem bila najstarejši vnuk, pa najstarejša nečakinja, oziroma, kako se temu reče, moji strici in moje tete so me oboževali. Moja stara mama me je imela neskončno rada. Jaz sem ful rada delala in sodelovala na kmetiji. In skratka, ustvarila sem si že kot otrok zgodbo, da je moje otroštvo v bistvu bogato. In z leti, ko sem skomunicirala z mami, zdaj že v 50-ih, ko mi je ona povedala, kako je bilo to zanjo hudo in kakšno hudo bolečino je ona občutila, ko me je mogla zapustiti. In ko je prihajala čez vikend, kako v resnici jo jaz nisem hotela niti pogledati. In to cel vikend ona ni uspela z mano vzpostaviti kontakta in je že morala iti. A si zamišljate, kakšna bolečina je bila to za njo? Zdaj pa, kaj bi z tega lahko potegnila? No, s tem, ko sva z mami zdaj to skomunicirala, že prej sem si jaz kot otrok ustvarila zgodbo, da je to moje bogatstvo, ko sem pa z mami skomunicirala to svojo bolečino in prišla tudi do njene bolečine, sem pa prišla do tega, da v resnici je ta dogodek res na mene naredil dosti dobrega v življenju, ker sem jaz postala zelo samostojna in sem še danes samostojna. Vprašam pa vas, da razmislite, kakšne zgodbe si vi govorite v svojem otroštvu. Kaj vidite vi v teh zgodbah in ste si dovolili iz drugega zornega kota pogledati na te zgodbe? Se jih ni treba vedno skomunicirati starši, ker ni vedno prilika, da pride do tega. Ampak če jih lahko, super, dejte jih, drugače pa sam probite pogledati, če bi bili vi na njihovem mestu, kako bi se počutili. Zakaj vas to opozarjam? Ker tisto, kar razmišljamo, tisto raste. Tisto, kar mi gojimo v svojem srcu, tisto raste. In če želimo, da bomo rastel dobri, s samopodobo, s pogumom, pol moramo dobro misliti na naše zgodbe, na naše starše in na vse to, kar se nam je dogajalo. No, tukaj smo zdaj prišli malo do zunanjih strategij. Kako in kaj mislimo, to, dragi moji, se odločamo vsak dan sami. To nam ni nihče dal, nihče nam nič ni naredil v življenju, ker smo si mi sami ustvarjali zgodbe o teh dogodkih, ki so se nam zgodili. In vsak hip lahko na vse to pogledamo čist drugače. Kaj gledam? Kako vidim, kaj razmišljam, kakšno zgodbo si v tem ustvarjam, vse to kreiramo sami. A ni to fajn? To pomeni, da imamo vso moč za ves pogum, za srečo, svobodo, rast, vse imamo v svojih rokah. Vam povem dodaten dokaz. Ste kdaj kupovali avto? No, jaz sem si avgusta namislila, da bom imela novo Teslo. In ne boste verjeli, ko sem začela razmišljati, da bom imela Teslo, so bile na cesti same Tesle. A se vam je že kdaj to zgodilo? Ali pa ko smo bile noseče, a so bile okrog vas same nosečke. Itak. Je. Ja, seveda. In če bi razmišljala še naprej, da hočem belo Teslo, itak, da so bile vse bele. No, zdaj imam belo Teslo in itak so vse okrog bele. Torej, karkoli si lahko zamisli in verjame, to lahko telo izpelje in imamo en neurolingvistični dokaz tukaj zraven. Namreč, tale rek je povedal že Napoleon Hill leta 1937. Vzamite kakšno njegovo knjigo, vrhunske so, stare že skoraj 100 let vrhunske. Zdaj nimamo v glavi en tak RAS, se mu reče, to je retikularni aktivacijski sistem, ki je v resnici nadzorni in poveljniški sistem, ki je pripomoček, da z njim filtriramo informacije, pa da zluščimo tisto bistvo, ki je za naše življenje pomembno. No, in ko mi njemu damo not Teslo, no, nam on pomaga, da vse ostale avtomobile stran pomečemo in dejansko vidimo sam Tesla. Zdaj, kaj vam hočem s tem povedati? Če mi mislimo dobro, pa če se mi fokusiramo na dobre zgodbe, potem bo v naše življenje prihajalo dobro. Če se mi obkrožimo z dobrimi ljudmi, bo v naše življenje prihajalo dobri ljudje. In vsak ima svojo zgodbo, vsak ima svojo resnico. Ampak čist na konc, kako si pa lahko hipno pomagamo? Maša je tudi danes šmela, kako pa tisto takoj, kako lahko takoj rešimo? Sem že povedala, zgodbe, ki si jih govorimo, ljudi, s katerimi se obkrožamo,
dogodki, misli, vse to je odvisno od nas samih in to lahko zdaj spremenimo. Drage moje, lahko si zapišete nekam na računalnik, mislim dobro in obkrožam se z dobrim in mislim o svojem zdravju, ker tisto, kar mislite, tisto bo rastel. Zdaj pa še beseda o preteklosti. Preteklost, to so zgodbe. Njo se splača obravnavati samo toliko, da lažje sprejmemo to, kar smo v resnici že dali skozi, ker preteklosti se ne da popraviti. To, kar sem vam jaz povedala v predhodnih stavkih, jaz ne moram več zredirati. A se strinjate? Vse ste slišali? Ja, moje tele kolegice so zagotovo slišale. Kaj pa lahko naredim naprej? Lahko sem tok smart, pa tok načrtna, da vas bom tok prepričevala v naslednjih stavkih v nekaj drugega, da vas bom v to tudi prepričala. In tako je tudi z našim življenjem. Če mi ne brskamo, pa ne skušamo spremeniti preteklosti, jo ne moramo spremeniti. Ampak se raje fokusiramo na to, kar si želimo. In to podpiramo, drage moje, lepo se vam bo zgodilo. No, zdaj pa seveda se včasih pa zgodi, da pa tudi nimaš možnosti, nimaš kart, nimaš prijateljice, ne da se ti, deževen dan je, mislim, vsi planeti so šli k vragu, skoraj da ni vse skupaj dol padlo. No, takrat si pa pomagamo z enimi takimi zelo enostavnimi zunanjimi strategijami. Oblečem malo bolj žive barve in sem takoj bolj živa. Dam si gor kakšno kiklico s frufrujčki, in sem takoj bolj na frufru. Namažem si kakšno dobro šminko, v roke vzamem kakšno dobro knjigo in stvari grejo lahko sam na boljš. In tudi, če vzamem v roko čokolado, se bom hipno zagotovo počutila malo boljš. Tudi to je treba trenirati, drage moje. Lahko gremo pa še kakšen korak dalje. Pa vam rečem, probite si kupiti za tak čas eno tako seksi, lepo perilo. In ko se slabo počutite, si ga oblečete, pogledajte se v ogledalo in si rečete, mater, sem seksi, dobra bejba. Drage moje, ne boste mogli dolg časa misliti, da ste švoh. Namažite se z rdečo šminko in si rečete, koliko sem huda bejba, in spet se vam bo hipno dvignila samozavest. No, če pa še niste probale šminke, vas bom pa malo kasneje povabila v družbo, pa bomo to vse lahko sprobali. Torej, vzamemo življenje v svoje roke. Ustvarjati si začnemo dobre zgodbe, ki nam bojo koristile, oblečemo si malo bolj žive barve, nadanemo si živo šminko in gremo veselo v svet. Tako. No, in zdaj je to super prilika, ker včeraj je pa dogodek 500 podjetnic, ki si ga z Natašo udeležili skupaj in smo med odmori zelo veliko govorili o pomenu ciljev. In če mi lahko samo tako, če nam lahko samo na kratko oziroma deliš tvoje mnenje in kako to sovpada s tem, kako si upaš biti to, kar si. Pomen ciljev. No, jaz bom spet povedala zgodbo. Jaz zelo rada govorim zgodbe. Zakaj? Ker na podlagi zgodb si ljudje veliko stvari zapomnejo. Vsaj jaz, ne vem, kako je z vami. No, daljnega leta 97, jaz sem že gospa v letih, sem bila na enem izobraževanju, tako je bilo neko tako motivacijsko, takih izobraževanj je danes veliko, včasih pa temu ni bilo tako. In jaz sem bila v eni korporaciji v službi in so nam omogočili to izobraževanje. In predavateljica nas je na prvem terminu vprašala, da si zapišemo 5 življenjskih ciljev. Življenjskih takih malo bolj resnih. No, in moji so bili magistrirati, se poročiti, se preseliti na svoje, potovati, imeti otroke, pa napredovati v službi. Jaz sem si jih kar 6 napisala, ker sem že cel življenje malo bolj drzna, ker sem na kmetih gor zlastla, se ste slišali prej. In ne boste verjeli, to je bilo leta 97. In leta 98 sva se z mojim dragim, s katerim danes praznujeva 25-letnico poroke, preselila v svoje stanovanje. Za rojstni dan, ki ga imam novembra, me je povabil v Novo Zelandijo, odkoder sem se vrnila noseča. No, in ko sva prišla nazaj, sva se torej 24. aprila leta 99 poročila. Julija sem rodila krasno princesko, ki je zdaj že gospa pravnica. In dobila, ko sem se vrnila s porodniške, to je bilo leta 2000, sem napredovala, dobila sem služben avto, službeno parkirišče, in v roku 2 let sem še magistrirala. Kaj vam hočem povedati? Moč napisanih ciljev. Odločite se, kaj hočete. Napišite si sanje, čim več sanj si napišite in trenirajte sanje pisati, ker s tem, ker trenirate sanje pisati, odpirate in dajete rasu možnost, da išče rešitve za te vaše sanje. Iz teh sanj si postavite glavne cilje, ki so vam najbolj pomembne v določenem obdobju ali pa življenjske.
Za tiste, ki so v določenem obdobju, si morate narediti načrt. Je pa tako, da v bistvu jaz verjamem v sfere, ki so okoli nas, in jaz verjamem, da nas podpirajo neke stvari v življenju in da ko si mi nekaj zadamo, nam cel univerzum za to pomaga, če si to res želimo. In ko si mi postavimo načrt z roki, univerzum najde način, kako nam bo pomagal, če je to v dobro vseh vpletenih in nas samih. In potem je samo še ena stvar. Ponavljam, vztrajam, ponavljam, dokler ne speljem do konca. No, zanosila sem tik-tak, sam povem, nisem rabila doskrat ponavljati. Tudi drugih stvari, najdel sem se matrala z magisterijem, ampak pustimo to. Zato, ker sem imela pač druge prioritete. Če bi si pa to postavila kot prvo prioriteto, pa verjemite mi, da bi mi tudi univerzum pomagal. Tako da, drage moje, življenje je igra in je ful zabavno in je ful prijetno, sam igrati ga morate. Ti si tipičen primer, bravo, res, kako v bistvu z postavljanjem ciljev in s tem, kako v bistvu imaš notranjo strategijo, se pravi notranjo in zunanjo, gre roka v roki in potem se lahko stvari res tudi zmanifestirajo. Tako da ti si tipičen primer, res, da to funkcionira. In če pa še zdaj povem iz svojega zornega kota, kako se združujejo zunanje pa notranje strategije, pa mogoče se večkrat nadovežem na rdečo šminko, je pa to, da moje delo, kot med drugim, kot mentorka za osebni brand, je to, da vašo vizijo zbezam ven iz mišje luknje. Ker kaj se potem zgodi? Bom samo mečkam bolj osvetlila še. Ta vizija vam svet kot svetilnik in vam kaže jasno pot, kako in kam naprej. In če imate jasno vizijo, tako kar je napisala, tako kar je povedala zdaj Nataša, dobite potem tudi pogum in željo, da si upate naprej. In potem kar naenkrat ugotovite, da je pogum ves čas se že skrival v vas, ves ta čas, samo da ste ga zaprašili in dali nekam v kot. In tudi fajn se zavedati, da vaša zunanjost, se pravi energija, ki jo oddajate, odslikava vašo notranjost. In zato sem tako vedno žalostna, ker vidim, da v tem modnem kvizu 75% žensk v svojih vedno po pravilih dobi ven rezultat ležerna. In to prenesenem pomeni v Slovenijo pomeni kavbojke, trenirka, razvlečen pulover, ali pa pohodniške jakne, ali pa pohodniške čevlje, kot za everyday oblačila. Saj da nekaj pomote, s tem ni nič narobe. Ampak kaj past? Past tega ležernega stila je, da hitro postane brez stila. To pomeni, da navlečete zjutraj prvo stvar, ko jo vidite v ormari, ali pa ležati nekje v kotu vaše sobe. In kaj to pomeni? To pomeni, da nimate dovolj energije. To pomeni, da vam je vse, kako izgledate in kako se počutite pred sabo, ne pred drugimi. In to vam pomeni, da se tudi včasih vam las ne da oprati. To pomeni, da skrivate svoje telo. To pomeni, da nočete biti opaženi. Zakaj nočete biti opaženi? Ker se ne počutite dobro v svoji lastni koži. In če želite uspeti v svoji viziji, je potrebno imeti notranje veselje, to, kar je Nataša tako lepo opisala. Pa ne samo pogum, špricati morate v dobre volje, ne prisiljeno, seveda, ampak treba si zapomniti, dejstvo je, da to, kar občutite v notranjosti, se nehote preslikava energetsko tudi navzven. In se pozna tudi na vaših oblekah, ličilih, na vsem zunanjemu in tudi na rezultatih ali pa ciljih, ki si jih želite, pa jih nikakor ne morete zmanifestirati. Pa vam bom nekaj tako vprašala, čisto retorično. Ali je možno, da ko ste bili zaljubljeni, da se niste uredili za zmenk? Niti ene ženske ne poznam, ker se ne bi pogledala v ogledalo pred odhodom na zmenk. Zakaj torej, vprašanje je, da se vprašate, zakaj torej ne živite zaljubljeno v življenje, ne v tipa, ne v moškega, ampak v življenje vsak dan. To, kar je Nataša rekla, koliko je ful lepo živeti, in da ste vsak dan lepi sami sebi, da imate notranji uspeh, ko hodite po ulicah. In če ste tukaj podjetnice, pol itak veste, o čem govorim. Ker pa podjetnice res gorimo za našo željo, za tisto, ki nas motivira in žele naprej. Če imate dovolj močno vizijo, rabite samo še nekoga, ki vam pomaga prepoznati vašo drugačnost. In jaz jo pač pomagam pa tudi likovno izraziti skozi obleke, barve itd. Ampak, če me pa vprašate, kaj je bil en praktični korak v povezavi z vašo garderobo, je tale. Vse, kar je v vaši garderobni omari, zvlecite ven, na kup, na tla, na posto, kamor čete. In vsako obleko dajte nase, kos po kos, in ugotovite, kako se v njej počute. Če je samo en kanček dvoma, če v njej ne zažarite, ven.
tako prečiste garderobo, da ostanejo samo osnovni, najboljši top kosi, ki so najboljši na vas, ki vam dajo, da zažarite. In potem na to delate kombinacije, zato da imate neke vrste kapsulno garderobo, da iz 10 kosov lahko naredite 30 kombinacij, ampak vseh 30 kombinacij boste na polno vrhunska. In šele potem se spravite kupovati. Potem, ko že ugotovite, kako želite, da bi v sebi radi dojemali, kako želite, da bi vas drugi radi dojemali, šele potem nakupi. Zdaj pa, kaj pa tiste, ki niste podjetnice in ki nimate dovolj močne vizije? Običajno je tako, da smo podjetnice prisiljene osebnostno, hitro rasti, želimo preživeti kot podjetnice in biti finančno tudi uspešna. Zaposlene ženske pa mamice, kako pa zdaj z njimi? Kako biti to, kar ste? Definitivno je tu nek val čustev, s katerimi se soočate, ker podjetnice normalno smo prisiljene, da se hitro znajdemo. Ampak malo več o čustvih nam bo pa povedala Enet. Zdaj pa samo še poglejmo, so kakšni komentarji še? Aha. Ok. Kaj tole pravi Sofija? Aha. Dobro, v redu. Lejte, če imate kakšno vprašanje za goste, prosim napište jih, ker bomo odgovarjali, bo veliko bolj zabavno. Zdaj pa Enet, draga moja, please povej mi malo več o čustvih, da vidimo, kje smo in tako naprej. Veš kaj v bistvu, Maša? Zdaj te bom jaz dejansko podala žogico nazaj, ker mene pa malo zanima, zakaj pa ti misliš, da se tako, kakšen je tvoj pogled, ker imaš malo bolj tako pogled v to naše Slovenke, pa naše stil oblačenja in to. Kaj opažaš ti recimo, zakaj se Slovenke, ne vem, ko praviš ti po kvizu, vse smo bolj kavbojke in tako neki ležerno, zakaj misliš, da se to dogaja pač pri nas? Kaj bi bilo po tvojem mnenju, kle, haket zadnji? Eno dobro dokumentarno oddajo sem gledala na Hrvaškem od novinarja Miliča. In Milič je raziskoval razlike med severom in jugom. Recimo Norveška, pa Italija ali pa Grčija. In je raziskoval različna področja, ekonomija, birokracija in tudi moda in hrana in tako naprej. In pri modi je bilo tako, dejansko, na Norveškem je bolj hladno in skozi neki dežuje in ni lepega vremena. In onim se absolutno ne da ukvarjati s tem, kaj bojo pa zdaj izgledali, da bojo lepo pač izgledali. Oni navlečejo in grejo, zato ker jim je praktično. Medtem, tam, kaj pa toplo, kaj pa ti je vroče, pa se mečkam slečeš, pa tako naprej, taj pa bolj zabavno se mečkam bolj zrihta. Temperament je drugačen, Ampak to je super vprašanje, zaradi tega, ker meni ni čisti jasno. Ker Slovenci smo vse nekje na sredini, na stičišču severa, juga, vzhoda in zahoda in ne vem, zakaj se to dogaja. Ker mi je ful žal pogledati, recimo, če pogledamo Srbijo, recimo Beograjčanke, to so, mislim, da dol padeš. Ok, v redu, se ni treba, da je tako, ampak Zagrebčanke se zrihtajo, v redu, tudi ni treba, da je tako, da imaš vsak dan visoke pete, ampak da se urediš, da si vzameš dovolj časa zase, ne vem. Mislim, da je to nekaj v karakterju slovenskih žensk, da igramo morda vlogo žrtve. Ne vem. Sprašujem se tudi sama, da si ne dopustijo prostora zase. Ne vem, tudi jaz še tega nisem dešifrirala. In zdaj pri podjetnicah to niti ni tak problem, ker če vejo, da morajo stopati v velike čevlje, če vejo, da hočejo imeti dobro vizijo in jo doseči, bojo naredile vse in tudi zrihtale se bodo, Ampak pri povprečju, če ti ni treba, ne bojo nič naredile. In to sama ne vem, pa mi povejte, punce, kakšno izkušnjo imate vi? Veš kaj, recimo, če pogledam pri sebi, meni zelo niha, glede na mogoče prav glede na cikl. V tisti fazi, pač menstruacije in tega našega zimskega počitka, sem verjetno bolj tako ležerno, pa bolj kavbojke in kakšen polover in tako. Bolj, ko gremo proti ovulaciji, pa zmer bolj se lahko malo bolj zrihtamo, pa bolj I feel good, tako reka Nataša, pač spodnje perilo, pa tudi, da se res dobro počutiš, Ja, je zanimivo. Mogoče je tudi to, da ženske ful delamo v Sloveniji, res delamo in igramo in podpiramo 5 vogalov, ne samo 4. In mogoče dejansko smo tudi izčrpane in nimamo niti toliko časa, niti več energije, ki nam ostane za sebi. Ne vem, kaj praviš, Mateja, Nataša? Mateja, dej. Ja, ne, se vse strinjam, pravzaprav čisto vse. Je spet odvisno, a sediš na kavču doma
vsa urejena, pa našminkana, ti čist nič ne pomaga. Ne? Odvisno, kam se odpravljaš, kaj počneš in kako se moraš ob tem počutiti. Vsekakor so pa in notranje in zunanje strategije, kako sem to rekla. Ampak res se moraš najprej odnoter počutiti, da boš potem nabacila še uno šminko, da boš res uno top of the top. Ne? Če se pa ti res tako gnilo počutiš doma, pa ti nič drugega ne pomaga. Ne? Žal, tako je. Zdaj pa razlika med raznimi narodi. Oprosti, Nataša, kar povej, da namo predolge zdaj. Jaz bi sam kratko dala na svet. V bistvu se moramo zavedati, da se urejamo zase. Tako je. Za sebe se moramo začeti urejati. Tako je. Jaz imam sosedo, s katero zjutraj sprehajam psa. Ona je stara nekaj čez 70 let. Jaz je še nisem srečala nenamazane. Mama pasja oblačila. Ampak tudi pasja oblačila lahko nadanaš urejena ali pa ne. Mogoče sem kratko razmišljanje, pa rajš ne bi zašla v podrobnosti. Jaz mislim, da živimo v področju, kjer smo zelo ocenjevalni drug do drugega in ker si ne želimo izstopati, ker je to v naši kulturi malo grdo, se ne spodobi, keep it low, keep it low. Je pa boljše, da si sam v normi, mislim, da si tam nekje med eno normalo, ker štrliš ven, te posekajo. Če nisi dovolj pogumen, pa če nisi prepričan, da je to tvoja izbira. In to je to, kar sem vam jaz hotela podariti. Izberite si sebe, drage moje. Upajte si biti to, kar ste, ker zdaj sem prepričana, da bo Enet ekstra veliko notranjih strategij dodala, kako lahko hipno ali pa na dolgi rok to dosežete. Tako. In dajte biti, drage moje dekleta, ki nas gledate zdajle, in dame in ženske, bote zaljubljene vase na najboljši možen način in bote zaljubljene v življenje. In potem bo to čisto normalno, da se boste uredile. In ja, tako kot Valentina pravi, recimo, moja mama se vsak dan naliči in naredi frizuro. To je navada, prava dama, navada. In tudi takrat, da ko si imaš slabo volje, če se naličiš, slaba volja takoj gre dol, takoj se izniči. Tako da, Enet, prosim te, povej nam zdaj, se pravi, da se dotaknemo teh čustev. Se pravi, kako v bistvu shekati čustva. Ful mi je všeč ta beseda, ker drugače sem tako, pač tu malo do ljudi ve, mislim, malo število ljudi ve, ampak jaz sem začenjala v srednje šoli in pol v spletnih straneh in takih bolj računalniških vodah, tako da hekat je čista prava beseda. V glavnem, jaz v bistvu bom se navezala prav na to zgodbo od oblačil in sicer, ker sem jaz tak res prav tipičen primer, kaj se meni pač dogajalo na področju čustev, tudi skozi to spoznavanje in sprejemanje sebe in svojega telesa. Jaz sem bila vedno, tako osnovna srednja šola, sem bila tista tiha miška, ki sem se rajši skrila, imela sem že od majhnega fuljenih kompleksov, ker imam pač tako tipično ženstveno postavo s širšimi boki in tudi, če sem bila najbolj suha v nekem obdobju, še zmeri boki so bili pač, ne, in je bila ta ženstvena postava, ne, v bistvu pač zemlje, hvala Bogu, da jo imam, takrat pa mi je bilo nekaj najbolj groznega, ne. In jaz sem vedno tela skrit. In jaz sem vedno skrivala to z oblačili, široke pač puloverji, široke hlače, da ja ni bilo videti, kaj je tam spodaj, da nisem si mogla niti predstavljati, niti malo nisem postila z domišljiji, da bi se lahko kaj razkrilo, kaj je tam, ne. In tako pač je šlo v srednja šola, pa je prišel faks, ko sem začela malo bolj spoznavati sebe kot žensko, sem se začela mogoče malo bolj upati, recimo, ko smo šli kam ven pohajati, malo žurati, takrat sem si začela upati, da sem se recimo oblekla zase, da sem res uživala, ne vem, sem se šla naplesati in tako. Ampak še zmeraj je bila tista, ne, tukaj se upam v tej varnem prostoru, ne, ker sem navajena, pa je tema, pa me ljudje ne morejo jih dobro videti, kaj je, pa kako je, ne. V vsakdanjem življenju pa sem se zmeraj rajši skrila. In to je bilo tako, v bistvu prav moj obrambni mehanizem, da pač nisem, je bil kaj zid, ne, mi ni bilo treba pokazati pravo sebe. Ker tudi, če sem pač, ali sem se počutila dobro ali slabo, na ven je bilo zmeraj isto, ne. Tukaj taka sem, ne, to se jaz taka bolj fantovska varianta in to je to, ne. Ampak valjda vsaka ženska ima v sebi to žensko energijo, ki pač hoče prijeti ven. In če jo mi celo življenje zatiramo, če jo tlačimo dol, ta naša energija slej ko prej bo pač nekje počlo in bo prišla in bo rekla, kle sem, ne, dajmo zdaj malo akcije, ne. In to se je meni zgodilo, bo nekaj tako po drugem porodu.
Pač nosečnosti je bilo obdobje, ko sem tako iskreno najbolj sovražila svoje telo. Obdobje, ko bi mogla biti najbolj srečna, najbolj žareča in vsi so rekli, oj, kako dobro izgledaš, eno drugo, jaz sem bila, sam da mine čim bolj hitro, da ne bom več gledala sebe v taki obliki, pač v spremenjenem telesu, res ful nisem mogla tega sprejeti. To pa zato, ker sem predtem imela obdobje, ko sem začela kot osebna trenerka in sem bila zelo, zelo obsedena s svojim telesom. In ker sem prišla do stopnje, ko sem natrenirala telo toliko, da je bil viden six-pack, pa da sem zgledala res tako full fit zase, ne. Mi je bilo v bistvu, zmeraj sem iskala nekaj več, zmeraj mi je nekaj manjkalo, nikoli nisem bila zadovoljna s svojim telesom. Tudi ko sem imela six-pack, jaz ga nisem upala pokazati, jaz dejansko sem skrivala pred široke majice čez, pa vse, pa sem rekla, ne, pa se jaz full treniram, da za ta six-pack, ne, da ga bo videti v kopalkah, ampak realno se ga nikoli nisem upala niti pokazati, ne, ker v bistvu ni vse v tej zunanji podobi in temu, kar damo ven, ampak je, če si ti noter ne počutiš, okej. Bilo kakšen zgledaš, bilo kaj se oblečeš, bilo kaj boš dal nase, ne bo moglo premagati tistega notranjega, kar je. Ja, so neke finte zunanje, ki ti lahko reka Nataša, ne, da si daš šminko, pa se oblečeš. Ja, ti pomaga tisto na hipu, ampak naslednjič se bo zgodilo isto. Če ti v tem času nič ne narediš, pa nič ne spucaš tam zadaj, se bo nabiralo, ne, dokaj en dan ne bo počlo. In meni recimo je bilo tako, pač pol nosečnost je bila, sem šla več kot 20 kg gor, ker je bilo, telo je rabilo obrambo, ne, predvsem sem imela temi občutki in mogla sem se zaščititi predvsem. In po drugem porodu sem imela prav tako eno razsvetljenje in sem rekla, jaz nočem biti taka ženska, jaz nočem biti, sploh pač, ko imaš enkrat otroke, sem zdaj ti sploh nekaj klikne, ne, pa ugotoviš, da pač, če že zaradi sebe nisi pripravljen neke stvari narediti, boš zaradi otrok pripravljen. In takrat se je meni odprl nov svet. Takrat sem se rekla, jaz si dejansko želim dobro počutiti v svojem telesu, ne glede na to, kakšno je. In sem ga začela sprejemati, tako kot je bilo, s trijami in s 20 kg več in pač zabuhlostjo in ne vem še vse, kaj je bilo zraven. Prvič v življenju sem začela delati na tem, da sem začela sprejemati svoje telo. V štartu valjda ni bilo to, ne, da sem se pogledala v ogledalo, ne, ljubim te telo moje, super si krasna, ne, je bilo tako, okej. Vem, da se nisem lih všeč, da če ne bom si lagala, nisem si lih všeč v tem trenutku, ampak sprejemam to situacijo, da je tako, kako je. In ko sem se enkrat dala pač to sprejemanje s sočutjem, ko sem dala prostor svojim čustvom, da vse te, v bistvu, kar je bilo tega negativnega zadnji v moji podzavesti, se takrat nisem niti zavedala, kaj je vse zadnji. Počasi se je začelo taliti. Počasi so začele kazati špranje, skozi katere sem lahko jaz posvetila noter s pozitivnimi čustvi, ker sem lahko dodala neke stvari noter, da sem spremenila svoj pogled na svoje telo, na vse to razmišljanje. In sploh v zadnjem času, v zadnjem letu, sem imela ful velike premike, ful se mi je odpirala na tem področju in sem prav začutila potrebo, da se oblečem večkrat v krilo, večkrat v obleko, prav te ženstvene oblačila, ker se mi zdi, da že tako pač, to je še nekaj iz tistih starih časov, ko so se ženske zbirale ob ognjih in plesale in pele, so imele pač krila. Zakaj? Ker krilo je pač široko in vleče energijo iz zemlje, vleče gor, se lažje prizemljimo v bistvu, tako v energijskem smislu. In mene je začelo to vleči in sem rekla, zmeri bolj, ne rečem še zmeri prej kakšen dan, ko se oblečem, mogoče rajši kavbojke, kakor pa kaj preveč ampak sem že v tisti fazi, ker ne bom pa gor polskemu skombinirala, da bo gor nekaj malo bolj elegantnega in ženskega, ne. Razen, da grem pač z otroci v gost in tam s psom, ne, pol takrat pa ne pride poštevlih, kakšne take fancy šmenci. Ampak v glavnem, to sem tela povedati. Jaz sem letos na dogodku, ko sem bila govornica, na dogodku Danes izberem sebe, prvič v življenju obula pete, tako visoke pete, ker to je bil tudi en moj kompleks povezan z mano in z mojimi, v bistvu, kako sem doživljala sebe, ker sem zelo visoka, ker sem 1,78 m in celo življenje sem rekla, ne moram imeti pete. Zakaj? Ker si pol avtomatsko izpostavljen, pač ker si zelo visoka ženska, vsak te opazi, ne morete ne opaziti. In sem prvič v življenju dala za na oder pred 140 ženskami visoke pete in hodila v njih, kakor pač, da sem bila rojena v njih. In moj občutek v meni je bil tisti pravi. Jaz sem dejansko se počutila v svoji pravi ženstveni energiji. Ker lahko bi bila, ojej, prvič v življenju bom naredila nekaj tazga, sej je bil en delček tega govora tudi predtem. Ampak kaj sem začela delati? Jaz sem začela namensko svoje čustva obračati. Vse ta strah, ko se je pojavil, dvom. Jaz sem bila tako, okej, pač
razumem, čutim vas, čutim, da ste kle, pač nikoli, ni prav, da zanikamo čustva in daš prostor, ampak sem rekla, hvala, ampak jaz si želim to izkušnjo. In potem sem začela, pač že prej sem tako imela vizualizacije, sem vizualizirala, kakšen bo ta feeling, ko bom stala na odru v petah, kako bom jaz samozavestna, kako sem počutila dobro. In tle pride ta velik del čustev, ker so pač čustva, se nam zdijo tako neki, ja, čustva, vsi imamo čustva, ne? Ampak čustva so v bistvu tisto, kar nas poganja, pa mi dostikrat niti ne vemo. Ne? Ker eno je, ko se zavedaš teh zavestnih čustev, ne? Ko pride, ne vem, te nekdo nekaj reče, pa te znervira, zaradi jezna. Kaj pa tisto, ko so ona skrita čustva v naši podzavesti? Dam primer, da si ful želiš iti na dopust in leteti z letalom ne vem kam in ti si tako, wow, ja, grem na dopust, navdušenje, sreča. V tebi je pa, ne more leteti z letalom, ker me strah. Ne? Oni tihi glase, ki ga v bistvu niti ne opaziš, če nisi pozorna. Ne? Na ven je ono, ja, valjda, potovanje, sreča, z letalom gre, wow, in tebi te stisne, tisto malo. In to je v dostih situacijah. Ampak nam takrat ne delajo tista zavestna čustva, ne ona ustvarjajo naše življenje, ampak tisto, kar je noter, dela vibracijo in pošilja, tukaj, kot je že Nataša opisala, ne, pač ta RAS, Reticular Activating System. To je tako vrhunsko orodje, da je škoda, da se ga ne zavedamo, ne uporabljamo. Ker dejansko ta naš sistem potrjuje, kar mi mislimo noter. Se pravi, če imaš v sebi prepričanje, nisem dovolj dobra, nisem dovolj lepa, se ne zaslužim se zrihtati zase, ja, ta sistem ti bo najdel v življenju vse tiste situacije, ljudi, okoliščine, ki bojo samo potrjevali, da nisi vredna, da nisi dovolj, da nisi. In potem se čudimo, zakaj pač imam take ljudi okoli sebe, zakaj tako govorijo z mano, ne? Zakaj se mi dogaja ene in iste situacije, ta vzorc. Ja, zato, ker ga sama iščeš, samo vedno, ne? In v bistvu je najbolj smešno to, ko začneš tega zavedati, ko začneš ugotavljati, da v bistvu ta naš sistem je narejen zato, da nam pomaga. Lahko mi v prid vzamemo to. In če mi v sebi iščemo občutke, če nalagamo vsak dan občutke hvaležnosti, igrivosti, lahkotnosti, potem bo tudi take stvari se bojo v našem življenju avtomatsko pojavljale, ker če smo iskreni, ne, čustva so energija, ne, energy in motion, emotion. In ta energija, ki se sproži ob neki naši misli ali nečemu, pač tu imamo, noben se ne zaveda, da to je v bistvu ful velik plus, ne glede ali tu jeza, žalost, karkoli je, tu je en boost energije, ki jo lahko mi izkoristimo zase. In zdaj lahko to energijo izkoristimo zato, da ne vem, kričimo na moža, ker ni pospravil nogavic, ne v tistem primeru, a pa to energijo kanaliziramo in porabimo za nekaj drugega, jo usmerjamo fokus drugam. Ne? In vsako čustvo ni pozitivnih, negativnih čustev. Pač čustva so lahko prijetna ali pa neprijetna, kako jih mi doživljamo, ampak vsako čustvo je samo naš kompas, ki nam kaže, ali smo skladne z našimi željami in kaj se želimo v življenju ali ne. In če poslušamo ta naš kompas in porabljamo ta naš sistem, ki nas točno vodi, ker sam pogledaš svojo situacijo v življenju in točno veš, kaj je v tvoji podzavesti. Tudi če ne veš, kaj je v resnici, ne? Ampak vidiš, kako si programirana. In potem lahko z zavestnim delom tukaj počasi odpiraš stvari. Ne? Tukaj recimo tudi vidim, ja, Maša, tudi recimo pri tem sistemu je tako, da si lahko ti ful pomagaš z zunanjimi dejavniki, se pravi, kakšne knjige bereš, ne? Kakšne stvari dodajaš, vse, kar ti sproži čustvo, kakšne filme gledaš, recimo. Vse, kar ti sproži neko čustvo, evo, zdaj mi je ful sonce prišlo, evo, lega. Kar se ti dogaja v življenju, projeciramo na ven. Vse, kar je noter, je tudi na ven. Ne more biti ločeno. Ne more biti. Tako, super, ful, lepo si razložila. Zdaj imamo pa že en komentar, pa mogoče je fajn, da ga malo pokomentiramo. Skratka, Žana pravi, jaz si izberem sebe vedno, lahko tudi v trenirki brez ličil. To, da nisem vedno našminkana, še ne pomeni, da nisem zaljubljena vase in se nimam rada. Ja, seveda tudi to. Če pa še komentar na to, mislim, da je profan odgovorta, ne? Jaz bi prav to dodala, ja. Recimo, jaz sem imela občutek včasih, da pač nisem dovolj, ne, če nisem zrihtana. Tudi recimo, ko sem začela enkrat na socialnih omrežjih se pojavljati, sem imela ful občutek, da če nisem tipi-topi, da nisem dovolj. Ampak potem, ko enkrat sprejmeš sebe, ko se zaljubiš vase, ti si sama sebi čudovita, jaz se dostikrat pojavim tudi na storjih ali kjerkoli, čist brez make-upa, pa tudi v trenirki, pa tudi tako, ampak ne pomeni se takrat ne počutim. Je tu v bistvu samo ena strategija, s katero si pomagaš, kadar nisi najbolj okej, oziroma v smislu, kadar si rabiš nekaj boost malo več. Ampak če se ti dobro počutiš v trenirki, pa da se ti dejansko počutiš ful seksi in zapeljivo v tistem, ja pa,
Pa ne boš taka, ne? Ja, to je to. To je to. Mateja, Nataša, se strinjate, bi še kaj dodali? Popolnoma se strinjamo, da v resnici ni problem z trenerko, ni Maša to hotla reči, niti mi nismo hoteli tega povedati, ampak ta ležernost pa ta prepuščenost dnevu. Mi moramo življenje uživati in ga aktivno živeti, ne ga samo preživeti. Jaz se dostikrat hecam in rečem, koliko veliko imamo okrog sebe ljudi, ki so v resnici mrtvi. Njihova telesa sicer hodijo po svetu, ampak oni nimajo več radosti in o tej razliki govorimo. Tudi v trenerki je lahko radostna, se popolnoma strinjam. Bolj je to, da si probamo pomagati pol z raznimi zunanjimi strategijami, da gremo skozi te izzive, da najdemo radost v življenju. Tako. Sploh to bi rekla, zdaj mogoče še komentar na to Natašino, ne? Koliko je to res, pač, če se ne zavedaš, v bistvu te življenje pluje po svoje. In jaz sem jih danes je polna luna v Škorpionu, ko ne sploh vodi v globine in jaz sem imela danes že procese vse. In mi je bilo zanimivo, ker sem danes govorila z mojo nono, ko ima 89 let. Ona ima toliko igrivosti in življenja v sebi, več kot marsikdo, ne vem, pri 20 ali pa 30. Zakaj? Zato, ker ona vidi lepoto v majhnih stvareh, ona pač njejco, ne vem, sliši ptičke na oklu, pa ne je to nekaj najlepšega, pa gre ven pogled, pa se pomeni vsako rožico, pa z vsem, in ona je igriva, lahkotna, ona proba nove stvari, ona, ne vem, zdaj ima tablico in se menimo, ne, prek Messengerja in podobnih stvari, pač. Marsikdo pri 50 bi bil, ne, tehnologija ni zame gotovo, ne. Mislim, tako, pač je stvar v bistvu perspektive, ne, in tega, kako si ti pripravljen, pač, kaj si pripravljen dati življenje? Življenje ti da vse nazaj, kar si ti pripravljen dati sebi v bistvu v resnici. Ne? Tako. No, evo, in zdaj, če vas je slučajno že zamikali, ne, da bi se tega dotaknili mečkaj bolj poglobljeno, predvsem pa izkustveno, potem res ne še iti in ostanite do konca, ker vse mi 4 dekleta skupaj organiziramo 3 pikice, to bo presenečenje. In kaj je, to vam še povemo. Lahko pa sam razkrijem, da bo zelo, zelo izkustveno. Tako da ostanite z nami do konca, ker vas čakajo tudi 4 darila v temu goodie bagu. Tako da, še Mateja bo imela po mojem ful hudo temo, ampak če tole mi prosim poveja, ne? To je sigurno eno vprašanje, ki po mojem lebdi v glavah poslušalk, ki si ne upajo pustiti kakšnega komentarja. Kaj pa lahko narediš, če čustva v telesu ne čutiš? Kako lahko delaš z nečim, recimo, ker sploh ne veš, da je tam, oziroma še kakšen praktični korak, ki bi ga svetovala ženski, ne, da ga naredi v tem primeru, recimo, ali pa če prevzame kakšen bes, ali pa skratka, ko občuti, ali pa ko ne občuti kakšno čustvo. Ja, ta je meni tako zelo pogosto vprašanje, v bistvu, pa tudi pri mojem delu se zelo dostikrat srečujemo s tem. Ker iskreno, prvo je že tako razlika, ali smo kinesteti ali vizualci, recimo kinesteti bomo dosti bolj čutili v telesu, kaj se z nami dogaja, ne, to dostikrat uporabljamo, recimo jaz zelo dostikrat govorim, čutiš, ne, vsi čutimo, ne, v resnici nekdo mogoče tega res ne čuti in nima pojma, kako se v telesu občuti, ne vem, jeza, ne. Ampak jaz pravim, tu je pa spet praksa. Če se ti v tistem trenutku, ko čutiš neko čustvo, pa recimo, ne vem, da si mogoče, da je tu se začneš enkrat delati, ko si sama, recimo, ne, da ni tu sredi, ne vem, konflikta s partnerjem, ampak recimo, ne vem, občutiš neko žalost ali jezo, ko si sama. In da se takrat usedeš s tem čustvom in da mu daš samo možnost, da samo opazuješ, kaj se dogaja, da pustiš, če ti gre na jok, da pustiš, da jočeš, da opazuješ, da probaš začutiti, kje v telesu je to, kaj se dogaja, se kaj stisne, se razširi, če mogoče ugibaš, kakšne barve bi bilo to čustvo, kakšne bi bilo. In s tem, ko ti dodaš neke lastnosti temu čustvu, v bistvu se povezuješ z njim. In kar naenkrat rata v bistvu ko neka dodatna oseba, s katero lahko ti skomuniciraš, kaj rabi, zakaj je tukaj, kaj ti sporoča. Ne? Dokler si pa ti v bistvu tako, joj, to čustvo moram pač potlačati ali pa dati ven, ne? Ker smo bili iskreno navajeni skozi naše otroštva, ne? Ali pa če ti rekli, bodi tiho, nehi jokat, ne? Ali pa pač ja, ti kar kriči in jaz grem proč. Ne? To so bile ponovadi take 2 opcije ravnanja s čustvi in valjda imamo vsi probleme s tem, da ne vemo, kaj narediti, ko enkrat pride neko čustvo, kakor da reagiramo iz te rane ven. Ne? Ampak večkrat, ko se ti sprašuješ, kako je to čustvo videti in čutiti in v bistvu, ki se naseljuje v tvojem telesu, iskreno. Pa recimo, ko spustiš, da zjokaš ven, a je mogoče se pol spremeni barva, se spremeni lokacija, ne? Jaz pač pri svojem delu zelo rada uporabljam pač EFT tapkanje, ne? Ker v bistvu je pač način, s katerim res najbolj hitro pustiš telesu, da sprocesira čustva, da jih ne pusti v telesu, ne? To pač, koliko čustva vpliva naše fizično telo, je spet zgodba za en drugi dan, ne? Je zelo močna zadeva.
ker se že premalo zavedamo, ker če se bi zavedali, kakšne stvari nam puščajo čustva potlačene v telesu, verjetno bi vsi začeli jokati in pač pustiti, da gre se ven iz strahu, kaj se lahko zgodi. Tako da to pa mogoče en praktičen korak, v trenutku, recimo, kadar smo mi ful razburjeni, da se nam to zgodi. Jaz recimo pač kot mama imam dosti tako situacijo, ko imam pač majhne otroke, ki bosta zdaj stara 3 pa 5 let in je tista faza, ko pride trma in ko pride nek izbruh čustven in mi, če se to nekaj povezuje z našo rano, iz našega otroštva ali pa nekaj stvari, ki imamo mi tako v sebi, je dosti težko reagirati v mirnosti in v centru. Otrok pa rabi samo to, da si ti takrat miren, da si v centru, da dejansko lahko se on priklene na tvojo mirno energijo. In v tistem trenutku, kar je v bistvu najbolj nujno, je to, da narediš, da v bistvu se zaveš trenutka, da se to dogaja, ok, čakaj, zdaj je izbruh, to je fajn, da pač uspeš preko, pač pride kaj ven, da uspeš zaznati, aha, čakaj, zdaj je izbruh. Jaz zmeraj rada skomuniciram na glas, zdaj rabim samo moment, ker pač sem jezna, niste vi krivi, to je pač moje čustvo, čustva so pač naša, ne more nam nekdo dati čustva, v skodelci kave, ne vem, kako bi se postreglo čustva, pač v nas je in mi ga pač občutimo, kozarcu. Tako da prvo se moraš pač uspeti umiriti. Zdaj, najlažje je z dihanjem, da začnemo počasi dihati. Zakaj? Zato, ker s tem mi v bistvu sporočamo našemu živčnemu sistemu, ok je, varni smo, ni panike. Ker v bistvu naše telo, kada začnemo, se sami opazimo, ko smo nervozni, živčni, tu začnemo dihati prav kot ribe, na škrge. Hitro, In kadar ti začneš zavestno počasi dihati, se kar izklopi ta signal, pač ok, zdaj je panika, se izklopi pač aktivni živčni sistem, simpatični živčni sistem in gre na parasimpatični živčni sistem. In kaj se zgodi? Pol mi uspemo dostopati do našega prefrontalnega korteksa, naš logičen del. Pol uspemo mi logično pomisliti, saj ta otrok mi v bistvu neče nič slabega meni, oziroma ni, da če meni nekaj osebno, da se mu tle nekaj osebna stvar, ampak je samo on nekaj doživlja, nekaj procesira. In kadar tako pogledaš, pač pol lahko drugače shlendaš situacijo. Tako da prvo delo bi rekla, dajmo fajn zadihati, vdih skozi nos, malo zadržiš in podaljšen vdih skozi usta, parkrat in takoj čutiš, kako se klik zgodi v nek klik. Evo, to je najbolj simpel. Odlično, super, takoj uporabljiv korak. Ja, je pa res, sploh Slovenci se mi zdi, sploh pa moški Slovenci, zelo, zelo težko sploh ozavestijo, da je neko čustvo, da je nekaj narobe. Avtomatično stvari potlačijo, tako da to je pa itak, kot se je rekla, tema spet za enkrat drugič. Imamo pa tukaj, čakaj, samo komentar še, da vidimo, kot kaj. V glavnem, tlele prosijo za komentar, naj se mi prosim odgovori, kako premostiti izziv, ko ful sodbo sodišča ne odkrije utajo davka in jaz imam manjšo penzijo, ker mi delodajalec ni plačal delovno dobo. Dobro, to je zdaj konkretno vprašanje, da rabimo konkreten odgovor, ampak tukaj je tema, v bistvu si upaš biti to, kar si. Ampak kljub temu, da odgovorimo, kadar pride do take situacije, dejansko, bi rekla, ne sme nas biti strah, to je prva stvar. Takrat, ko nas je strah, se stisnemo, energija rata oska, nismo več toliko pretočni, kar naenkrat ne vidimo nobene več rešitve in tako naprej. Tako da, se pravim, to je res konkretno, mogoče druga tema, ampak mogoče imate 2 dekleta kakšno... Jaz bi sam dodala, jaz sem uvodoma rekla 2 stvari, več zornih kotov resnice. Če vam jaz tole knjigo dvignem, se lahko skregamo, kaj piše na njej. Ker vidite čist nekaj drugega, kar vidim jaz. Tako. In ko greš v katerokoli težavo, v katerokoli fight, z namenom, da boš zmagal, greš z napačno energijo. Tako. Ker greš z energijo fajtanja in z energijo fajtanja dobiš fajtanje nazaj. Probati spustiti, tako kot je Net rekla, se je po mojem bila še Net kakšna sveta, čim bolj s prostimi, svobodnimi, pozitivnimi čustvi pristopiti k stvari in razmišljati o rešitvi za vse vpletene, ker ni vedno samo ena resnica. Mateja, kaj pa ti pravi, kako se bi recimo ti spopadaš s takimi stvarmi, ki so res konkretne, recimo?
točno ta strah jaz recimo tukaj zelo razumem. Ne? In zdaj, tudi jaz sem ga imela in včasih si naredim prav tako, vedno si naredim pravzaprav črn scenarij. In če sem jaz okej s tem črnim scenarijem, bom pretehtala in predelala tudi ta strah. In sploh pa to, da greš v nek srž, da greš v srž problema in vidiš, kje me zdaj tukaj, me je strah, oziroma kaj hoče Furs od mene, kaj hoče, kaj sem sploh naredila narobe, da bi me lahko bilo toliko strah, in potem lažje potem to nekako iz tega fundamenta preživiš vse skupaj. Ne? Ja, tako. Evo še eno vprašanje, oziroma tako, ja. Kako z barvami vplivamo na čustva? V bistvu je tako. Jaz sem povedala več vidikov, spet, ko pravi Nataša, obstaja toliko resnic, koliko nas je ljudi na tem planetu. Zdaj zmeri pravim, vzameš, kar ti zavibrira in kar čutiš, da je lahko pač tebi podporno pri vsaki stvari v življenju. Pri barvah in čustvih je pa recimo to, šla bom zdaj malo na energije. Ne? Vemo, da imamo pač energijske sisteme v telesu, pač valjda naša elektrika, ki jo lahko zmerjamo, tudi recimo, ko gremo pogledati, ko nam srce dajo, ne, pa EKG, pa EEG, pa vse te naše signale iz telesa se da dejansko prenesti na papir, ker je pač elektrika v telesu. Vemo, da imamo čakre, ko so energijska središča in vsaka nosi svojo barvo. In dajte opazovati malo, kakšne barve izbirate v življenju, ker ponavadi je tu dostikrat podzavestno, nam telo neko energijo, neko vibracijo, neke barve rabi. Jaz recimo zelo pogosto opažam, da kadar imam nek govorni nastop, oziroma da sem govorno ful aktivna, se zelo dostikrat znajdem v modri barvi, ki je zelo podporna za grleno čakro. Tega ne naredim z namenom, ampak zelo dostikrat opazim, se pač podzavestno zgodi. Ne? Danes je Nataša recimo čist fire, ne? Pač čist prizemljena, prva pa druga čakra, ne? V bistvu ta kreativna energija in to. In te recimo z te stvari, v bistvu s temi lahko komu neka malo spet, ko reka Nataša, že s temi šminkami pa tam lahko vplivamo, v bistvu tako, da recimo si izberemo, ne vem, hočemo se bolj podpreti na področju recimo srca, bolj odpreti srce, bomo izbrali neka zelena oblačila, neke zelene odtenke. Če hočemo se bolj prizemniti, bomo vzeli recimo mogoče bolj kakšne rdeče odtenke, rjave odtenke, ne, če hočemo pač bolj odpirati na duhovno recimo raven, ne, pa v bistvu pač na duhovne sfere, bomo bolj neke vijolične odtenke vzeli, ne. Se pravi, karkoli v bistvu vzameš, kakšne odtenke, daj pogled, kaj se počutiš, kako se počutiš v določeni barvi. Jaz recimo določene barve sploh ne moram obleči. Jaz recimo, ne vem, kakšno sivo ali pa pastelne barve se nikako ne moram obleči, ker meni je tisto energija, dejansko mi pije mojo energijo. Ne? Tako da jaz bi rekla, z tega vidika bi pogledala mogoče, kakšno energijo iščemo, da bolj izberemo tudi barve pač z oblačili. Ja, recimo, to je ful dober in če pa jaz povem še en aspekt, ki je pa mogoče niti ne globi, ampak malce drugače, pa prek Džotiša, ne? Se pravi, Džotiš je indijska astrologija, imaš tvojo karto in imaš karto v bistvu podpornih grah oziroma planetov. In glede na to, kdo si ti, kjer je tvoj primarni planet, ki te simbolizira, oziroma ga ti simboliziraš, in dva prijateljska planeta, in oblečeš tiste barve. Recimo, to pa ta povezava pa čisto bolj individualno. Tako da bom rekla, ja, splošno pravilo je, ne, po čakrah in tako naprej, definitivno, ampak vedno je odgovor, dajte se ukvarjati sami sabo, dajte iti na to pot, ki vas pokliče in bolj raziskovati, ne ostajati na površini. Pejte globje vsaka zase, da ugotovite, kaj je tisto. Bodi si pri barvah, bodi si pri oblekah, sam raziskujte. Če boste cepetali na mestu in poslušali in ne šle v implementacijo, ne bo nikoli nič. Zato je to pomembno. Ne? Še en komentar. Samo malo. Ja, Marina pravi tudi, jaz izbiram barve po počutju, verjamem pa, da nam barve pomagajo dvigniti energijo. Tako je, res je. Še Marina je še dodatno komentirala. Se strinjam z Natašo, vendar je vse relativno in nam vedno ne uspe videti vseh vidikov strah pa je običajno nad našimi misli. Ja, ta naš strah, ne. Če bi lahko tukaj samo jaz pripomnila, jaz običajno delim tako dva strahova sta glavna, ne.
V bistvu vse izhaja iz našega predjamskega človeka oziroma naših teh možgančkov, ki je čisto v zadju. V bistvu je preživetveni strah tipično, ali nas bo lev požrl, ko ga srečamo, ali nas ne bo. Se pravi, ali bo zletel proč, ali to pač pojedel. Se pravi, ta preživetveni strah, ali bom preživel, ali bom imel denar za položnice in tako naprej. Druga varianta strahu je pa ta, da je pa, se pravi, ali te bo pleme izločilo ali ne. Se pravi, to je pa tisto, kar ste prej govorili, če se mečkam preveč dvigneš, te ljudje lahko posekajo. En lep ameriški izrek je, se mi zdi, ne vem čisto točno, ampak gre v stilu, da makove cvetlice, ki segajo malce više, so prve porezane. In mi se tega toliko bojimo, da bi bili drugačni, toliko se bojimo, da se ne bi vklopili le zaradi tega plemenskega, kaj pač me pleme izključi. Takrat pač ti ne boš preživel, tako je bilo v starih časih. Zdaj pač se nam tega ni treba bati, ampak če to zavestimo, je precej lažji. Mateja, Nataša, Enet, kaj bi še lahko povedali na to temo strahu? Jaz bi v bistvu dala samo še to, da kadar je prisotno neko neprijetno čustvo, si pomagamo tako, da začnemo namensko dodajati pozitivno čustvo. Se pravi, v tem primeru, da je prisoten strah, moramo mi v sebi gojiti občutek zaupanja, upanja. Karkoli nam je to, ali je to neka molitev, ali je to mogoče obračanje na duhovno vodstvo, ali je to mogoče obračanje na neke mentore, neke ljudi, ki so recimo na tistem področju malo bolj močni kot mi. Bolj, ko se opremo na druge ljudi oziroma druge stvari, ki nam dajo te stvari, da nam lažje zbudijo, in pač mi gojimo to upanje v sebi. Ampak če so neke zunanje, če so neke zunanje strategije, v bistvu da uspemo notranjo moč, zaupanje, upanje dobiti, bomo spet prišli iz tistega preživetega, ko praviš, ti straha, v ta logičen bomo našli v bistvu kreativne ideje in rešitve, ki jih prej pač nismo bili dejansko sposobni videti. To. Jaz bi samo še eno besedo, Maša. Izvoli, Nataša, izvoli. Sicer samo eno stvar, zavedanje. Tako je. Aktivno je treba živeti, ne se prepuščati. In v resnici je zavedanje trening. To, kar je zdaj Enet svetovala, to je trening. To se noben ne rodi tak, to je trening. Če imate informacijo, ste jo dobili, morate jo trenirati. In če vas hoče premagati strah, kako otroku rečemo, se ni nič, tema ni nič groznega. V resnici smo točno to, kar je Enet rekla prej, gojimo, pozitiv, zaupanje in tako naprej. In to je treba sam sebe trenirati. In to je tako, kot mišico, ki nehaš trenirati, je ni več, kar pomeni, to je continuously job. Dokler zadnji dih ne pride, je treba delati. Ampak delite na zabaven način. Pa še to recimo s povezovanjem. Koliko gre to lažje, ko se povezuješ z drugimi ljudmi, z drugimi oni, in sam povedal kot fun fact, jaz pravim, da vse v življenju zveš, vidiš in dobiš v polje z namenom. Jaz sem jih danes dobila na Instagramu in video, ko je ena gospa, neka doktorica znanosti razlagala, ko so naredili raziskavo na Harvardu, zakaj ženske živijo dlje kot moški. In so pa še gotovitve, da je to, ker ženska, kadar pač ima problem, skliče Micko, Fransko, Tatjano, ne vem koga, vse, in pove vse ven in dejansko se tudi nek hormon začne proizvajati, da pač se počuti ženska bolj povezano, podprto. Kaj naredi moški? Se zapre svojo jamo in čaka, da bo pač stvar se premela pri sebi in to je to, Tako da je zelo zanimivo, da bi se tudi to, kako ženske rabimo se to povezovati, rabimo take dogodke, kot je ta danes, da se pač čutimo, da vidimo dejansko pač je več plati, že mi smo tukaj, vsaka ima malo drugačno vizijo in pogled na življenje in drugače dojema pač skozi svoje lastne izkušnje, pretekle in pač naše prepričanja in vse, kar nas je naredilo do tega trenutka, tukaj smo. Mateja, se strinjaš? Jaz ne vem, kaj bi brez prijateljic, res ne vem. Tako da to je nujno. Pa hvaležni vsak dan, da kakorkoli nas je strah, karkoli nam je narobe šlo, vseeno smo hvaležni, da sploh živimo, da sploh imamo zdravje in to je tisto, kar je v bistvu prva stvar, ki v bistvu jo moraš dobro razumeti. Ja, jaz bi samo še eno stvar mogoče tukaj dala, čisto zaradi naši, me že itak vse to vemo, ampak samo zaradi poslušalk oziroma gledalk. Nataša je imela pač jasno, pač vizija, to je naša stvar, potem hvaležnost, zaupanje, vse to ja, ampak
kar se mi zdi, da glavno, veliko se govori o manifestaciji, a ne? Manifestiranje želja in tako naprej in ciljev, ampak glavna stvar je, da imaš zaupanje, imaš hvaležnost, imaš vizijo, ampak je treba iti, tako kot je Nataša rekla, tudi korak naprej in iti v prakso, ker če ti tega ne boš treniral, mišic, skratka, bil aktiven, ne bo nič se zgodilo, nobena manifestacija, nobena hvaležnost, premalo bo. Vse to dvoje skupaj je pa pač prava stvar. Tako da ne pozabite to, drage moje poslušalke, čakajte samo še malo. Aha, kaj pravi? Draga Nataša, hvala ti, saj veš, s tvojimi nasveti treniram. Traja sedaj že več kot 3 leta in gre na bolje. Jej, odlično. Bravo, Tjaša pravi, bo posnetek, ker žalost ne bo mogla. Ja, Tjaša, bo posnetek za tiste, ki nas gledate v živo, pa še goodie bag, zdarili. Ok, gremo naprej. Skratka, obdelali smo vse ta čustva. Gremo naprej. Ja, skratka, čeprav smo temo, ki jo Mateja v bistvu, ko jo Mateja obvlada, smo dali na konec, ker smo v bistvu pri zadnji temi nekako, kako vam lahko menstruacija ekstra da opolnomočenje, ampak sem pa čisto navdušena in sem le samo išla, kaj to v resnici pomeni, kako ti lahko menstruacija da dodatno opolnomočenje. Pa če bomo šli čisto na začetek, Mateja, ti si v bistvu izumiteljica oziroma kreatorka te Lallicap skodelice, ki si jo prej pokazala. Zakaj si sploh odločila, da boš naredila prav svojo Lallicap skodelico? Joj, hvala za to, ampak nisem si mislila, da boste imeli vsi take storije za povedati, ker jaz imam tudi eno zgodbico. Namreč, kako sem pa jaz, če se probam spomniti, kako je bila moja prva menstruacija. Pa verjetno se vi tudi še spomnite, kako je bila. In jaz sem jo dobila že čisto na začetku, tam nekje pri 11 letih in je dejstvo, da ni bilo fajn. Dobila sem jo seveda v šoli, res je tekel, tako ni bilo 2 kapljice, to je takoj se je vsul. Tako da sem potem mogla v šoli s tistimi rdečimi še veci papiri noter zatlačiti, ker nisem imela vložka niti nič. Prišla domov, vse me je bolelo in to je bilo res tak močen sram še od, ne vem, pradavnine, da sem se zjokala, potem sem mami povedala, v glavnem, ta resen problem, ki ga imamo punčke, predvsem sem bila pa prva med sošolkami, ki se je to sploh zgodilo in nisem upala povedati niti najboljši prijateljici, zato ker sem bila majčkeno bolj razvita že, vse se mi je že začelo dogajati pri tistih 11 letih in mi je bilo res naroden, sram, in ta sram in gnev me je dobesedno potem še naprej vzdrževal do te mere, da ko smo šli na morje, sem imela vedno takrat menstruacijo. 3 dni nisem spala, potem pridemo na morje, jaz bam menstruacijo. Vse rdeč, hlače, ni da ni. Najhuje od tega je, da se nisem mogla kopati in gledala sem, kako vsi ostali brezbrižno se zabavajo v vodi, jaz pa v tistih dolgih hlačah se nisem mogla kopati in to mi je bilo meni najbolj bridko, zares. Tako da, najhuje tudi na koncu, ko sem še malo odraščala, pa smo se med sabo punce, jaz imam pa menstruacijo, jaz pa ne moram iti na trening, pa tretanje, v glavnem, skozi enih 100 stvari in da se enostavno nisi mogel prepustiti toliko dogodkov, toliko življenja in na koncu sem bila dobesedno prikrajšana določenih izkušenj, tako da sem v bistvu enkrat na morju, sem rekla, zdaj pa dost, zdaj bom pa jaz nobenemu spet ne bom povedala, bom dala lepo tampon noter in seveda si ga nisem dala pri 11 letih pravilno noter, vse me je bolelo, ampak jaz sem šla v vodo, jaz sem si ga dala, zatlačila nekam preveč mal, mislim, grozen, še tisti, ki je vse skupaj zasušil, ampak jaz sem šla plavati. In do te mere, da sem se potem navadila čez nekaj časa te tampone toliko uporabljati, da so mi izsušili nožnico spet do tega, da je prišlo do vnetij, da je bilo res tako kronično, da sem mogla potem ginekologe obiskovati skozi. V glavnem, vsa ta moja zgodba z menstruacijo je bila, pa da ne govorim o tem,
da sem potem spet mogla vložke uporabljati. In ko sem šla recimo na WC, je vse tisto, kar sem zagledala noter v vložku, dejansko, ko je razkroj krvi, ko se ti vse tiste še neke marguli noter, tiste jetrce ali kako, da se ti to vse potem razpaca po vložku in seveda zasmrdi, a ne. To potem smrdi, vse je tako, grozen, no. Jaz sem se res grozno počutila že zaradi tega, ker nisem bila dovolj samozavestna, da bi recimo, če sem hodila po Čopovi, a ne, pa mi recimo ni noben povedal, da imam kri na hlačah, a ne. Še to, v glavnem, vse te majhni inserti iz mojega življenja so vodili v to, da sem šele pri svojih 28 letih ugotovila, da obstaja rešitev. Mama je imela tiste vložke, potem sem spoznala tampone in to je bilo to. Nisem niti iskala nobene nove rešitve, da bi sploh vedela, da obstaja kakršnakoli možnost, da se jaz malo lahko grem kopat, recimo. No, in ko sem izvedela, da obstaja pri svojih 28 letih, dejansko neka rešitev, da za mano ne bo smrdel po razkroju krvi ali pa da obstaja rešitev, da grem lahko v vodo, ne da bi menjala nekih krvavih vložkov vmes, da grem lahko normalno spat, da mi ne bo po ritnem grabnu vse na jogi pripelati, ne. Tako da, ko sem se končno recimo tudi, pa da bom končno nehala s temi vneti, ne. V glavnem, ko sem jaz iznajdla oziroma najdla menstrualno skodelico, sem jo takoj zavihala rokave, sem rekla, kaj, a to še ni v Sloveniji, to noben mi ni povedal. Jaz sem bila prav jezna na svet. Zakaj jaz vem šele pri 28 letih, a prej sem se mogla pa matrati, a ne. In sem rekla, nič, pol bom pa pustila lepo dobro službo in zavihala rokave in bom šla pač. Jaz more to narediti, če ne bo kdo drug, bom pač jaz. Tako da sem začela v bistvu uvažati menstrualno skodelico pred ne vem kolikimi leti, smo jo pripeljali v Slovenijo in tam so imeli recimo samo ene 2 velikosti. In moja močna menstruacija ni mogla zdržati toliko majhnih kapacitet, predvsem pa tudi sama, jaz nisem mogla strankam pomagati, ko mi je recimo puščala ali pa nisem jim mogla več kot to dati. Tako da sem na koncu se odločila, da mogoče pa z vsem tem znanjem, ki sem ga pridobila in vsem tem feedbackom od strank in pa seveda mojim, sem naredila prvič Lalicap model L, da imamo največjo kapaciteto lahko, in da zdrži res čez noč. Tako da smo potem naredili 4 velikosti, tudi XL praktično je zdaj največji na svetu. To pomeni, da ima 51,1 mililiter. In je res na svetu. No. Tako da, pa sem še to, v bistvu sem prav dobro se počutim in ponosna sem nase, da mi je vse to uspelo, zato ker je to tudi edina in prva menstrualna skodelica v Sloveniji, ki je lansirana v slovenske tuš drogerije. Bravo. Tudi to, ne? Ja, hvala. Tako da, v glavnem, in tako je nastal Lalicap, predvsem pa sem tudi mama 2 hčerk in ki jih želim opolnomočiti, da ne bojo imele toliko sramu in da jim lahko pomagam tudi ne samo z navadnimi vložki pa z navadnimi tamponi, ampak tudi z različnimi drugimi alternativami in jim lahko res bolj pomagam, da jih opolnomočim. Pa še Lalicap je v bistvu od moje najmlajše hči, ki je bila takrat stara 2 leti in je ime Klara. In ko smo iskali ime, je ona vedno rekla Lali tudi, ne? In je potem ratala v bistvu Lalicap, zato ker je pač po hčerki. Kako lepo, bravo. V bistvu, tako, jaz sem bila tudi včasih v tem, da sem imela proizvodno izdelkov in to je kapo dol, vsa čast, ker imeti proizvodnjo, imeti izdelke čez, imeti zaloge, svaka čast, da si upaš biti to, kar si.
ker niso majhni izzivi tukaj. Ne vem, kakšne imate vi, dekleta, izkušnjo, ampak, čakaj, kaj piše? Model ali? Bravo, Emilija, bravo, super, evo, vidiš, to se podpira. Najbolj zaradi tega, draga Mateja, vse probleme oziroma izzive, ki jih imaš na tej poslovni poti, v bistvu rešuješ glih s tem, ko rešuješ probleme ljudi, ne? Ja, najprej sem sicer bila malo egoistična, ker sem najprej naredila sama sebi menstrualno skodelico, da je meni držala čez celo noč, ampak nič hudega. Prej si me tudi nekaj vprašala, kako polnomočimo, nekaj takega. Ja, tako, ne, pa tudi v bistvu, kje se zgodil ta preobrat, ne, pa tudi to, da nas menstruacija res lahko opolnomoči, ne, to je tudi v bistvu. Kako se to zgodi? To me zanima. Ja, upam, da sem vam s to zgodbo dobro prikazala ta moj resen strah, resen problem, ki sem ga imela kot mala in mlada punca, ker enostavno jaz, če bi takrat rekla, če bi se takrat vprašala, dobro, meni to zdaj ni nekaj v redu, jaz bom tole rešila. Jaz nisem vedela, da je to sploh moj problem. Jaz sem pač menstruacijo vzela kot neko nujno zlo. Ja, moja mantra včasih je celo bila, kaj bi bilo fajn, da ne bi imeli menstruacije. Ampak, potem, ko najdeš rešitev, ko greš v ta srž, ko prideš zadevi do dna, potem pa vidiš, pa si se vse da, pa si to je noro, jaz grem lahko kamor čem, jaz lahko počnem jaz sem svobodna, končno. In to je iz tega fizičnega vidika, ko enkrat imaš resen problem in ga potem rešiš, to se res razblinijo, se vse, ves sram, ves gnev in ves ta gnus, ki je bil takrat v meni. In kaj sem hotela še reči, to je samo iz fizičnega vidika, torej, ko greš v ta srž. Potem je pa tukaj še ta ciklični vidik, naprimer, da smo ženske, se pravi, da imamo cikličnost, da imamo 4-letne čase, da smo ženske res ciklične in kaj bi pa bilo, če bi bilo vse ravna črta. In zato imamo poletje, takrat, ko se mislim, ko je fajn, ko je ovulacija, in zima, takrat, ko imamo menstruacijo. In po zimi se počiva in takrat si treba tudi pustiti počitek. Ne rečem, da moramo imeti cel dan počitek in ležati in gledati Netflix, ampak je dovolj samo, da si rečeš, se res, se si pač lahko zaslužim in nimaš nobene slabe vesti, ko gledaš Netflix, oziroma tiste 2 ure. Ali pa še boljš, jaz sem recimo zdaj problem s PMS-jem in potem ta PMS traja kar nekaj časa in si rečeš, včasih so nas zafrkavali fantje, sploh ponavljati, spet imaš ta PMS in si še bolj bi raznoril, une štufe bi mu tako vrgel v glavo, da zase ne bi vedel. Ampak, zdaj si pa rečeš, se res, hvala, da si me spomnil, res ga imam, hvala, zdaj si bom pa prvošla tisto čokolado, ja, ker mi pripada, ta čokolada meni zdaj takoj pripada in z tega vidika dejansko lahko opolnomočiš, res greš v tisto moč, nič mi ne morete, ker kaj, imam PMS, imam menstruacijo, krvavim in kaj zdaj? Imam še skodelico, zato ne bo šlo nič na tvoje rjuhe, recimo, če je slučajno koga strah. Absolutna svoboda. To je moj Bravo. res. To te drajva, ne? Točno to, prav res. In tudi rada, recimo, takole, ko se kaj s kakšnimi novimi, med dobesedno to točno rada rečem, jaz se pa z menstruacijo ukvarjam. Prav res me to drajva. Pa nikoli prej, jaz sem bila tako, čez prijateljci najboljši nisem povedala, da imam menstruacijo. To mi je bilo narobe. Ja, se po mojem, da nisi edina, še vedno je po mojem ta tema precejšen tabu, ne? Ja. Je, in se zelo moram, se to je pa moj neka želja, ki me spet žene, da, naprimer,
res, sploh pri mladih puncah, še vedno, jaz nisem vedela, da je to tak tabu, ampak ker sem enkrat na TikToku nekaj objavila, se je vsul res toliko komentarjev, da sem rekla, joj, to pa res boli, to je pa neka bolečina, slovenska bolečina, ki mogoče res treba malo več govoriti o tem, sploh mladim, a ne, tako da zdaj imam TikTok, ne, tako da sem posod me je malo. Ja. Je pa ful dobro, ko si rekla to, da imam PMS, joj, hvala, ko si me spomnil, ne, ker takrat so čustva res v enem takem nihanju in to je to, kar Nataša rekla, takoj, ko zavestimo, hvala, ko si me spomnil, takoj vemo, da gremo malo po čokoladko, malo gremo Netflix, skratka počivati gremo in si prvočimo tisti čas zase. Tako da to je vrhunsko. In recimo, kako se pa kaj Lalicap obnaša na potovanjih ali pa v javnih WC-jih ali pa tako, recimo, ali pa te predsodki, da bi tudi ti ostala ta skodelica noter, ne? To je tudi po mojem kar močno. Joj, teh predsodkov je pa toliko ogromen, da imam kar del. Najprej enega povem, pa pol drugega spet. V glavnem, na potovanjih je skodelica res super. Zakaj? Zato, ker ne posega v naravni proces čiščenja, ne? In je dejansko zbira. Zdaj pa, če gledamo, da je ta skodelica S, pa ima 27 ml, pa da XL zbere 50 ml, normalna menstruacija v vseh knjigah, ki piše, a ne, je pa 80 ml v vseh dneh. A ne? Se pravi, imamo kapaciteto, imamo to svobodo, da smo lahko čez cel dan, ne vem, na avionu, je pa res, da potem tudi v avionu sem že, imaš pa skodelico in plastenko navadne vode, ki jo sabo vzameš na javni WC, in ker je iz medicinskega silikona, se to zelo hitro splakne in se jo direkt nad stranično školjko samo splakne in se da nazaj noter. Se pravi, ne rabiš čisto nobenih tistih vložkov noter zavezovati, tamponov nekam, mislim, da ne povem, kaj smo vse delali. Ja, tako da ne, res je ful enostavna, samo ker so taki močni predsodki, ali pa kako mi jaz to ven dobila, ja, pomotno, res ne bo noter ostali, ne gre vsem, ne. Tako da vse te stvari probam nekako razložiti in zdaj, če ima kakršnokoli vprašanje, prosim, tukaj sem, zdaj sem, vaša sem in ja. Gledalki kar gledajo, nič ne sprašuje, dajte kaj komentira, dajte kaj vpraša, tukaj nas imate. Kje si pa upajo? Kje si pa upajo, se to, ja. V glavnem, ja, mislim, prvič je to malo tabu tema, ampak če pomisliš, ki imamo to temo, si upaš biti to, kar si, ne, če ta izziv za poplavo, ki je rdeče barve, rešeš na ta način, ne, in pozabiš, da imaš to rdečo poplavo, absolutno hodiš v svetu in skozi svet popolnoma, bom rekla, opolnomočen in brez skrbi in potem oddaš tako energijo. Tako da, kako pa kaj ve pravite Nataša in Ed? Nataša? Jaz bi sem eno stvar dodala, ne. Ženske se moramo zavedati, da smo lahko hvaležne, da smo ciklične, ker se s tem lahko sproti čistimo. In naloga menstruacije je zelo, zelo, zelo pomembna. In to, da si lahko ob menstruaciji še svoboden s tole Lalicap skodelico, drage moje, to pomeni, lahko potujem, lahko sem na motorju, lahko sem na kolesu, lahko plavam, lahko sem v gozdu in sem čista, ne pride do vneti. Mislim, to je, Mateja, mislim, to je svoboda. Točno to. In hvala, Nataša, ker sem točno to pozabila prej povedati. Predstavljajte si, a ne, da je mesečna čišča se reče z namenom, a ne, ker se res čistimo in fizično in psihično in dejansko. Predstavljajte si zdaj, če govorimo o fizičnem, samo mi, pa eni netopirji, pa ene miške, ali kaj že, imajo menstruacijo. Noben drug. Se pravi, mi smo edina bitja, ki imamo menstruacijo. In zakaj? Zdaj si predstavljate, da se mi ne bi vsak mesec čistili in bi tam nekje en zarodek, ne bi se nekaj naredili prav, recimo, da bi prišlo do neke napakice, tako kot tehnične napake pridejo,
in bi se nam tist noter tam gnil v maternici, a ne? In sploh ne bi vedeli, zgnil bi, ne? Tako da hvala vsakič in tudi jaz sem zelo, zelo vesela, ko pride tista menstruacija, včasih prav rečem, končno si prišla, ker ne morem tega PMS-ja več, ne. Ja, pa še nekaj, če pa jaz svojo zgodbo povem, čisto na kratko, pač menjavaš ginekologinje, ne, dokler ne najdeš ta prave, in jaz sem našla ta pravo, ki je šla v pokoj in potem je cele kartoteke predala neki drugi ginekologiji, na katero nisem imela vpliva. In potem jaz pridem tja na letni pregled in ja, živijo, no okej, malo povprašam, kako pa kaj, in ona me začne govoriti, da menstruacija je pa totalno brez veze, da sploh ne vem, zakaj jo imamo, ker to je itak kar neki. Jaz sem tako pogledala, odprla usta in sem rekla, super, hvala, se vidimo v naslednji vojni, ali pa tudi ne. In sem vzela kartoteko in sem prenesla nekam drugam, našla sem na internetu in čao. Hočem povedati, si upaš biti to, kar si. In to je tudi to, da če nekdo, nek zdravnik, ne vem kaj, se ne, bom rekla, vklapla s tvojim pogledom, a ne, na svet, da si ti tudi tako odprt, pa pač dovzeten za prave stvari, ampak če ti nekdo začne utirjati neko pot tja, kamor ti ne paše, reči dovolj je. Točno to. Imam izbiro in naredim tisto, kar je zame prava stvar. In jaz se pa s tem, sorry, nisem strinjala in je super, Mateja, da si to povedala, to vlogo, zakaj to pa ženske imamo, ne? Prava stvar ni vedno lahka, ampak Res je. pa vredna, vedno. Res je, res je. Ja. In tudi, da se navežem na vse vajine zgodbe, a ne, najprej govorimo o temu, kako je brezvezna ta menstruacija, ne, vsaj jaz iz mojega vidika, ne, kako je grozna, kako je nočem imeti, ne, potem pa samo svičnaš in rečeš, ne, saj menstruacija v bistvu ful cool, lej, kako smo čiste zdaj. Tako. Aha, komentarji, zdaj so se pa začeli komentarji, poglej. Na menstruacijo tripajo, bravo. Čakaj samo eno vprašanje. Jitka pravi, katere punce lahko uporabljajo to skodelico, lahko najstnice, ki še niso imele spolnih odnosov, device. Odlično vprašanje. Ja, hvala za vprašanje. Ja. Jaz tako pravim. Vsaka, ko je pripravljena, je dovolj pripravljena. Seveda ima lahko tudi device, a ne, ker pač danes to ni več, ne, niti tabu, niti nič, ampak ko je vsaka ženska punčka kakorkoli pripravljena, lahko uporablja. Če pa ni, pa brez veze, a ne? To pa ona sama ve. In to je tisto, kar sama pove, a bo dala karkoli noter, a bo spustila noter ali ne bo. In to je vse v bistvu. Zato, ker same punčke dobro vajo. Saj sem mogoče bi rekla tudi tako recimo glede tamponov, ne, ki si jih prej omenila. Se v bistvu, jaz če pogledam v svoji zgodbi, jaz tudi pač recimo v štartu pač nisem niti, mi je bilo pač groza, da bi karkoli pač uporabljala recimo z vidika tamponov, pol pa čez leta, ker se mi zdelo bolj z praktičnega vidika, sem pač pol poskusila, ne. Tako da tudi mislim, da je treba res pač svojo zrelost upoštevati, oziroma zrelost tistega, ki pač bo uporabljala. Ja. Vem, da je razlika med tamponi pa med menstrualno skodelico, da ti tampon v resnici ful izsušiti, kot je tudi Mateja rekla, noč se nabira, zastaja svinarija, tle pa ta odvečna kri, ki gre ven, se v skodelici nabere in torej ni tega odpadka, ki se stika z, a ne, Mateja, malo... Bravo. Ja, ne, jaz sem z vidika ustavljanja nečesa v nožnico, samo to sem mislila. Ja, to pa je res. Aha, tole, kjer se bomo malo nasmejali. Nina pravi, moj prijatelj, ki je gej, tiskarska napaka, moj prijatelj, ki je gej, je meni razlagal, kako je prejemal 8 do 10 penisov na noč, to je bilo kao njemu normalno. Ko sem pa jaz omenila menstruacijo, pa začel padati skupaj. Ja. Perspektiva, star perspektive. Tako, ja. In ga je čisto razburla, ne, skratka. Potem pravi SP, ko sprejmeš sebe z mesesom, imaš darilo biti čistega telesa za nosečnost, da damo novo življenje v svet naše potomce. In ob dojenju se vse ureja mesec sam po sebi. Ja. To je dar, ki ga dobimo v življenju in del tega daruje menstruacija in res
smo lahko hvaležne za te cikle, ker Ja. Net tukaj bi ti še zagotovo imela ogromen zapovedati, kakšne so prednosti posamezne enote tega cikla in to je, drage moje, sama zabava. Ja. Res je. Res je. Še en komentar, tampon in ni higienski in lahko dražji. Ja, tako je, ja. Da ne rečemo, iz česa so izdelani, o tem se sploh še nismo spraševali, o kemiji, ki jo, da ne Ja. povemo. Kot zanimivost, to je tampon, tole je pa skodelica. Sploh ni taka velika razlika. Pričemer je ona mehka, on je pa v resnici neprožena. Ja, tako je. Super, oblanem, obdelali smo. Ja, moram samo to povedati, vprosti, Maša. Ja, Zdaj ti samo modro dviguješ, prej smo se pogovarjali o barvah, modra. V resnici obstajajo cele barvne palete tega. Res je. Cela, mislim, rdečo imamo tudi za vse čakre. Za vse. Super. Se pravi, da ni modra samo za fantke, ne? Ne za fantke, za grleno čakro pod spodje, to nekako ne gre, veš. Da, je ful povezana. Komunikacija, Ja. Se pa spomnim, da ko so korporacije v bistvu delale reklamo za tampone, so namesto rdeče barve vlivale modro, Pa še je ta reklama taka, po mojem. Še je. Tako da je ta modra že kar malo v naši podzavesti in je super, da imaš različne barve, si lahko izbereš vsak svojo. V glavnem, obdelali smo v bistvu investicijo v sebe, se pravi našo tudi vizijo, pazili bomo, kaj damo nase, ker to razkriva vaša notranjost in kako je eno povezano z drugim. Kako vas lahko čustva podprejo in kako vas menstruacija opolnomoči. In zdaj jaz mislim, da je čas, da končno razkrijemo presenečenje, ki ga pripravljamo za vas. In to presenečenje je, da se bomo družili v živo. V živo, kaj to pomeni? To pomeni, da se bomo lahko tudi objele in sicer na dogodku, ki smo ga mi 4 punce poimenovali, bodi to, kar si. In zdaj gre za to, da smo se mi 4 združile, ker smo začutili, da ženske to rabimo. In zdaj, kako bo ta dogodek v resnici izgledal in kdaj bo v bistvu vsaka od nas, od vas malo povedala. Dekleta, kje bo začela, kje je ta dogodek, zakaj in tako naprej. Se pravi, dajmo kar po vrsti, kdaj bo ta dogodek in kje mogoče, da gremo po vrsti. Samo še sekundico. Še malo pohval. Lalika varuje naravo. Ja, res je. In še tole. Ful lepo. Izredno sem hvaležna Mateji, da čuva naravo. Odlično. Se pravi, če gremo na dogodek, da se bomo v živo videli in objele z vsemi vami, ki nas tukaj gledate, se pravi, kje bo ta dogodek in kdaj bo ta dogodek, katera bo začela, Nataša mogoče? Ja, drage dame, za nas vse skupaj organiziramo eno tako pravo izkustveno doživetje, ki ga bomo imeli 23.5. v Ljubljani od 17. do 19. ure in potem seveda sledi še druženje, ki bo taka energetska bomba. Zdaj ste nas že začutili, videli ste, kako delujemo, koliko imamo za povedati, še ogromen imamo za predati, ampak si pa za dogodek želimo, da ga kreiramo. In jaz bom kar povedala, da si neskončno želimo, drage dame, premakrat si upamo izstopiti iz povprečja in mi bomo za vas kreirali eno tako varno okolje, kjer se bomo res lahko pogovorili, si izmenjali izkušnje in verjemite mi, zgodila se vam bo kemična sprememba. Zdaj, Maša je rekla, kaj to, smo se pogovarjali, kemična sprememba, No, ker zamenja voda agregatno stanje, to ni kemična sprememba, ker ga vedno lahko zamenja. In ko sol stresete v vodo, tudi to ni kemična sprememba, ker ko vodo izsušiš, sol ven pobereš. Ko pa jajce spečeš, je pa to kemična sprememba. Jajce ne moreš več nazaj, da tu stanje, da všel v lupinco. No in drage moje, tako se bo nam vsem zgodilo na tem druženju v enem takem varnem okolju, kjer boste lahko čez to, kar smo danes govorili, še na izkustvenem nivoju v bistvu naredili. Nataša je v bistvu... Si tukaj, Nataša, malo si izginila?
Ja, no spet zapleti v živo, retrogradni Merkur, dobro je. Mateja boš ti predvala, pa potem, ja. Bom skočila, da sem hotela ravno reči, da tudi jaz se res ful izobražujem, vem, da ker imam tako delo, da je treba skozi biti v koraku s časom in gledam na YouTube stvari, zares hodim na razne seminarje, sem v raznih klubih, knjige, ni da ni. Ampak kaj mi pomaga, če tega res ne bom dala v prakso? In vsi te seminarji in vse te dogodke, ker jaz sem zelo ekstravertirana in to tudi rada počnem, ampak kaj mi vse to pomaga? Če pridem na dogodek, pa se nekako nič ne zgodi. Nobenega efekta ni za mano. In glih zato bi si želela, da je ta dogodek v bistvu je mišljen, da vas ne dolgočasimo z nekimi raznimi pametnjakovičkimi, ne vem, da bom jaz tam neki blazno pametovala, ampak da se res zgodi nek preboj in da res naredimo tisto pozitivno čustveno spremembo v vsaki izmed nas. Ne samo tiste, ki prijete, tudi za nas gre, da se mi vse opolnomočimo in vse dobro počutimo. Tako da, glede na to, da smo vse toliko različne, bi bil res pomemben tak varen prostor, ki ga bi lahko pač nekako delile izmed vse skupaj, povezovale, ker smo si res tudi ženske same med sabo različne, tudi zato toliko lalikapov in tudi zato je toliko fajn, da imamo toliko različnih rožic in zato bi jaz res si želela imeti tako akcijsko en tak dogodek, kjer bi vse prišle iz tega dogodka res pozitivno in polne nekih izkušenj dobrih, predvsem pa povezovanj in spoznanj. Zihar sem še kaj pozabila, ampak nadaljujte, prosim. Ti, ki dvigni roko, ko se bo spomnila, bo Nataša dokončala, pa je net na polno, razumeš, ker bo špricala energija. Tako da, Nataša, prosim. Jaz sem že povedala v bistvu, tako da je net izvoli, ampak jaz verjamem, da se ne bo treba niti vključiti, da ste že začutili, kaj se dogaja. Pa prosim, počakajte še malce, imamo za vas še presenečenje in darila, ne? Ja, tako da ne še iti, ne odhajati, prosim lepo. Ja, Enet, povej mi, recimo, kako ti doživljaš, zakaj je ta dogodek bo pomemben za vse nas, pa ne samo za nas, ampak za te, ki bodo prišle na ta dogodek in o čem bo drugačen od dogodkov in zakaj je smiselno, da se zdaj pridružijo, da ne čakati spet na, ne vem, jesen ali pa kaj takega. Jaz sem začela tako, ne? Tle danes je bil tako en mikro mali delček vsega, kar smo mi sposobne pač dati, ne? Pač mi 4 zdaj že en čas tako sodelujemo na več različnih načinih, ne? In to je, kar ste zdaj videli danes tle, je bil samo en tako drobček vržen v vaše polje. In kot je Nataša, ko se enkrat polje zavedanja malček odpre, se ga ne da več zapreti nazaj. To je to. Pač zdaj boste pohodili po svetu s vsemi temi informacijami, ki ste jih danes dobile, so to energijo, so to vsem tem, kar smo vam predale. In ta dogodek bo na potenco, ker dejansko energija v živo se jo začuti, energija se združuje. In če si predstavljamo polno dvorano žensk, ki so prišle z istim namenom, z namenom povezovanja, z namenom, da v bistvu se vse dvigujemo gor na višji nivo, da vsaka pri sebi začuti, jaz si želim biti boljša mama, žena, ženska, podjetnica, karkoli si, da se želiš biti boljša. In če je to ena močna energijska bomba, ne, v prostoru, pač to lahko spreminja, to je tako, pač, ko bi se rekel, ripple efekt, ne? Pač pade kamenček noter in grejo naprej valovčki, ne? Če pride ena taka ženska domov z tazga dogodka, ki je polna navdiha, polna sanj, ki ve, kaj si želi v življenju, ki je končno pripravljena pihniti prah iz tistih sanj, pa reči, pismo, pa če je uspelo, pa da je Mateja sledila svojim sanjam in šla čez vse te stvari, pa da je Nataša pač vedela, kaj so njeni cilji in šla naprej, pa lahko tudi jaz najdem neko rešitev, in grem naprej. In tudi zato pač toliko govorimo o tem izkustvenem, ker recimo sploh področje čustev, s katerim se jaz pač zadnje cajte pač itek sem obsedena s tem, ker se je zelo lepo integriralo v moja prejšnja pač delovanja in dela. In jaz obljubim, da boste začutile čustva, katera pač po mojem še niste čutile, oziroma se mogoče niste niti zavedali, da se da namensko občutiti neke stvari, tudi če tega v tistem trenutku ni prisotno pri tebi.
predvsem kako se počutiti samozavestno, kako se počutiti v sebi, v centru, da si res povezana s sabo. Tu se da vse tako umetno ustvariti, tu same lahko naredimo v sebi. Je pa seveda prednost, pa če imaš neke tehnike in stvari, s katerimi si pomagaš. In tu bo prednost tega dogodka, da prideš in probaš, da nisi, kako so mislene, da zdaj integriraš to zadevo. Ne, mi bomo tam integrirale stvari, mi bomo tam dejansko delale te stvari, kar smo vam tudi danes govorile. Tako da tiste stvari, ki mogoče tudi danes so bile tako bolj abstraktne ali pa v oblakih, to bomo vse prizemljile na tem dogodku. In tako, kot sem rekla, pač cilj je tu, da se povezujemo, da se ženske čutimo, ker ta energija, ženske to rabimo. Mi smo socialna bitja in, kot sem rekla prej, da bomo živeli daljše življenje, se rabimo povezovati in deliti naše zgodbe in ta lepe, in ta grde, in ta one vmes, ker iz tega rastemo, ker več ko zvemo, več ko se povezujemo, ko si dajemo komplimente ena drugi, ko navijamo ena za drugo. Mislim, halo, če tu ni najbolj močna energija v vesolju, pa res ne vem, kaj je. Ja, res je. Vrhunsko, mislim, res bo top. In zdaj, kje lahko kupite to vstopnico, ne? Skratka, za vas smo pripravili 2 nakupni strani. Če pridete sama, je ena cena, če pa s prijateljco, pa je seveda znižena investicija. In zdaj, da vam olajšamo delo, so tukaj QR kode, vi jih sam poskenirate, zato da pridete do nakupne strani in opravite nakup. Ampak to še ni vse. Ne samo, da je znižena investicija za vaju s prijateljco, ampak sta tudi obe ceni early bird, kar pomeni, da če kupite v bistvu zdaj, je to najboljša možna investicija. In še nekaj, kdor se nam pridruži ta hip, se pravi, da opravi ta nakup, ta hip, v roku recimo 20 minut, bo dobil še naša, 4 darilca, goodie bag, ki smo vas pripravili z gostjami. Opsala! Če nas gledate v posnetku, potem tele motnje v videu nakazujejo na to, da so ekstra 4 bonusi oziroma 4 dodatna darila, ki bi jih lahko dobili, če bi nas gledali v živo, že pošli. Tako da se vam za naslednjič splača gledati talk show z Mašo Mikser v živo. Jaz bi sam še povedala, če lahko, kako je pomembno, da ko smo v tistem počitku, da se ne spočijemo preveč in da se ne zaležimo na kavču, ker ravno to je ta problem post-covidne družbe, ker se mi zdi, da je velik problem, da danes sploh ne moramo iti nikamor več se zabavati, ker niti več ni klubov, kakšnih diskotov, niti nič, ker se v polku nič več ne da in so vsi pa stozni in je težko najti nekoga isto mislečega. In sploh pa pozitivnega, In tukaj bi jaz še enkrat poudarila, da gre za, da res bi si želela, da na ta dogodek pride čim več ljudi, ker komaj čakam, da vas vse spoznam. Odlično. Zdaj pa še vprašanje glede samega nakupa. Kje se vplača vstopnico, da sem kar med vami avtentične boginje? Ja, nič, sam preskenirite to kodo, greste na spletno stran, vas vodi in tam se opravi nakup. Ali leva koda je v bistvu za eno vstopnico, desna koda, se pravi 1+1, je pa za vašo prijateljico že po znižani investiciji, Potem, ženski šotor, ženski šotor bo, Kako se dela s temi QR kodami, to smo že povedali. Kako slikam, ko sem z vami po mobilu? Ja, pač boste dobila posnetek in boste potem v bistvu ali preskenirala na ekranu ali pa direktno klikala na link, ki vas bo odpeljal. Nina sprašuje, če pridem s tem prijateljem gejem, namesto prijateljice dobim tudi popust? Gej, welcome! Ja, Nina, kar skenirite desno kodo in hitro pridi in si zagotovi prostor. Tako, ali samo za ženski spol? Ja, pač načeloma, mislim, bom rekla tako, za vse spole je, če ima dovolj tudi moške energije, ženske energije moški, Tako da špricali bo žensko energijo. Zdaj pa vi punce povejte, ali sprejmemo med sabo tudi moške ali ne? Po želji. Jaz bom rekla, kako se v bistvu pač moški počuti, ker jaz mislim, da glede na to, da bo res ženski dogodek z žensko namero, pa žensko v bistvu energijo, mislim, da moški se ne bojo, pa tudi če je pač gej, ne gej, kakorkoli, mislim, da moški ne bojo znajdli v tem, tako jaz doživljam ta dogodek. Ja. Drugače povabljeni, absolutno. Mislim, veste kaj, jaz pa takole mislim, seveda,
če imate zelo razumevajoče partnerje, ne, je tudi dobro, da se oni zavedajo, kaj se z nami dogaja v recimo cikličnem obdobju. Te stvari, ki smo jih mi delile z vami, so v resnici dobre za vse nas. To ne velja samo za ženske. Ne. Tako da, sam povedati mu morate, da greste na dogodek, kjer bo govora tudi o tem, kako pomembna je cikličnost in kjer se bomo, ne vem, imeli priložnost mazati, pa tako naprej. Ne. Veliko enih stvari je še, ki vam jih bomo razkrile. Mogoče sam to bi izpostavila, ne vem, a sem rekla ali nisem rekla, da vas vabimo prvih 5, ki se bo prijavili, pa ki bo izrazili interes, da bi rade sodelovali z nami v smislu tudi na odru, da bi rade z nami delile mogoče v 2 minutah ali svoj prispevek, ali svoj izdelek, ali svojo predstavitev, vabljene pošljite na mail, se boste tudi dobile mail oziroma že zdaj ste ga dobile, a ne? Kjer ste dobile povezavo, pošljite nam in se bomo pač dogovorili, kako in kaj. In še eno stvar pripravljamo, no, pa pustimo presenečenje. Počakajte na mail, ne? Veliko se bo dogajalo. Na mailu bomo dali vse več ali manj informacij, tako da vam bo vse jasen, tudi prigrizki bodo, nič bud, skratka ne bomo ne lačni, ne željni, ne nič, polni bomo energije. Tako da, ja, še enkrat bom rekla, če ste uživali v naši družbi, na naši energiji in v bistvu želite biti z nami še naprej na tem dogodku, bodi to, kar si, zato da doživite sebe v drugi luči, ki vas bo opolnomočila in se družila, in da se boste družili z istomislečimi in čutečimi ženskami oziroma osebami zdaj, z ramo ob rami, potem vas prosim, da si res enostavno zagotovite v bistvu to vstopnico, s tem, da jo kupite zase ali za prijateljico, da jo presenete, ker bo kvalitetno, boste preživeli skupaj ta dragocen čas z nami. Tako da v bistvu sploh ni dvoma, da bo ta dogodek prava bomba in če sam še uklevate, sam pomislite, da je to investicija vase, zase, zato da se premaknete iz sence in se res ugledate v uspešnejši luči. Se pravi, vse, kar morate narediti, da poskenirate eno ali drugo kodo in opravite nakup in če to naredite v 20 minutah, dobite še v bistvu 4 darila, če ste z nami v živo. In Jitka pravi, tudi gledam na mobiju in ne moram skenirati. V redu, Jitka, ni noben problem, tako ko bomo zdaj zaključile, bomo poslali tudi posnetek, da si ga lahko ogledate in povezave na nakup, tako da tudi če ne bo ravno 20 minut, bomo vedeli, da ste gledali in boste dobila tudi ta 4 darila, ni noben problem. Jaz sem še dodala tako z vidika dogodka. Ja. Jaz v zadnjem času, sploh letošnje leto, moje leto je sem dala namero na začetku leta povezovanje, pač z istomislečimi, s podobnimi ženskami in jaz opazujem, kakšne transformacije se dogajajo, ko se ženske družimo. Pa ni nujno to, da je samo z vidika poslovnega sodelovanja, ampak kadar prideš v neko družbo, kamor so ženske, ki jih realno ne poznaš, ampak ugotoviš, da imajo vse podobno zgodbo kot ti, oziroma vsaka se sooča z nekimi izzivi. In ko vidiš, da se da dejansko vsaka ima rešitev za neko stvar, gradiš v bistvu na sebi, ker gotoviš, kaj nekaj, glej, se v bistvu pač sploh ne gre tako slabo, kot sem si mogoče mislila, ne? In ta podpora, da imaš zadaj en backup ljudi, ki dejansko ti res iskreno želijo najboljše zate. In ta dogodek je za moje pojme daleč najcenejša možnost za se nadgraditi, ker ni treba kupiti vseh teh knjig, ko smo jih mi 4 že prebrali, vse te posnetke in mentorje, vse, kar smo mi že dejansko naložile v svojo zakladnico znanja in koliko smo že integrirale v svoje življenje, drugače ne bi bile zdaj tukaj, ne. Mislim, da to je res ena najhitrejših, najenostavnejših načinov, da greš level up. To je to. Če si želiš nekaj več od življenja, pač moraš nekaj narediti, moraš usmeriti namero. In ko daš namero, tako smo se pogovarjali prej, več tizga, dogaja se, dviguje gor. In vam povem, da jaz sem bila že večkrat na takih dogodkih in kaj se sproži po dogodkih. Tisto je šele čudež, ko gotoviš, koliko v bistvu je bil močen dogodek, da ti je nekaj dal za domov, ne, v smislu energije in novih znanj in novih pač idej, ko so prišle. Ampak ko veš, da se začne v tvojem življenju take stvari dogajati, pa da privlačiš podobne ljudi, podobne situacije, kar nekaj več takih dogodkov, več takih situacij in takrat se začne realno spreminjati tvoje življenje. Ne? Ja. Raz se vam bo aktiviral in okrog sebe boste našli same priložnosti. Verjemite mi, če se odpreš za priložnost pridejo. Ampak morate narediti korak. In jaz mislim, da je druženje z nami bil prvi korak,
Ampak next level bo pa združenje z nami v živo, pa ne samo z nami, z vami vsem. A ne? Ker vse kreiramo energijo nas samih in tudi tega planeta, ne nazadnje. Ne? Ja. Tako da, Ines, prosim, kar povej. Zanimivo še povedati, ne? Da v bistvu recimo v Sloveniji je pač nas tam teh 2 milijona, ne, ljudi. In za premakniti kritično maso Slovenije je potrebno samo 144 ljudi, da počnejo z neko namero neko stvar. Se pravi, če je 144 ljudi na nekem dogodku, ki je jim cilj biti boljši in v smislu več sebe dati v ta planet, potem se bo cela Slovenija premaknila, kot se kaj prej ripple efekt. Ne? Tako da je zelo majhna številka napram temu, kakšen efekt lahko ima pol to na celo Slovenijo, recimo. Ne? In spet. Ekstra. Evo, tako, drage moje gledalke, če bi rade zdaj končno nekaj naredile zase, za dvig svoje ženske energije, dobili orodje za samorazvoj, spoznali se družili s čudovitimi ženskami, us included, se med sabo povezale in objemale tudi v živo vse nas, ki bomo prisotni na tem dogodku, potem res ne vidim smisla, zakaj čakati. Okay, tako da kar takoj gremo akcija in nakupiti karte, zato da se bomo videli. Če pa nas pogledate v posnetku, tako kot smo že rekli, tisti, ki ste se prijavili na ogled talk showa, nič hudega, še vedno imate možnost dobiti vsa darila, vam bomo poslali vse na mail. Tisti, ki pa gledate ta talk show s konkretnim zamikom, 1, 2, 3, 4 teden in se niste še prijavili na ogled v živo, bo še vedno z možnost kupiti vstopnico, sam goodie bag pa early bird cena žal ne bo več na voljo. A ne? Tako da, dragi gosti, komentarjev mislim, da ta hip ni več. Kaj bi še dodali za konec? Kaj bi vsaka od vas še rekla našim gledalkam? Zakaj bi si upati biti to, kar si in zakaj prijeten dogodek to, kar si? Zaključne besede. Gremo, kjera bo ta prava? Kjera bo ta prva? Jaz hotela sem prej priti do besede. Zdaj, glede na to, da so imeli težavo z slikanjem QR kode med tem časom, ko nas gledajo, sem jo slikala jaz in jo poslala na naš sicer Lalicap story. Tako da, če lahko jo tam probate slikati dol in evo. Da nekako rešimo tole. Ja. Mateja, hvala, da si to spomnila in da to naredila. Dajte vsi tisti, ki nas še gledate, dajte to raven tako v bistvu nas pofotkati, pa dati na storije ali pa na Facebook story, na Instagram, zato da vidite, koliko je bila huda ženska energija danes. Še en komentar je bil, Ola, sem z vami, čudovite bi, ok, ja, ful lepo, srčki, ne, srčki, hak. A bo, bravo. Super, ratalje. Nač, povedite mi že zaključne besede, drage moje, a gremo kar, kjera bo prva? Nataša? Jaz bi rekla, drage dame, vzamite si življenje v svoje roke, razmišljajte o sebi pozitivno, drznite si, bodite pogumne in pridite v dobro družbo. Družite se z ljudmi, ki vas navdihujejo, ki vas delajo boljše in ki vas malo podžgejo v smislu, kaj se še da. Pridite na dogodek z nami. Super, Mateja? Zakaj vam jaz rada te dogodke? Zato, ker transformirajo, ker smo živi ljudje in smo socialna bitja in si lahko med seboj pomagamo z izmenjavo izkušenj, informacij in jaz vem, da tudi, naprimer, od vsake posameznice se mi lahko zelo veliko naučimo, ne glede na to, ali je ravno ta trenutek preživela v zaporu, naprimer, a ne? To so take zgodbe in od vsega se lahko marsikaj naučimo in to je tisto, kar transformira. Sploh pa z toliko pozitivne energije, kakor jo vse štiri imamo, prosim lepo. Ja, prosim. Enet? Jaz sem tako rekla, zdaj jaz sem potegala karto, ker spravim pač karte, so moj love language na nek način. In je prišla karta action, se ne vem, če vidite kamero. Action. Aha, action, jej, to. Prav piše, znam reči prevod, da ti se tako ne razumejo dobro angleško. Piše v bistvu, da vsaka akcija, ki jo naredimo, pripelje ljubezen in harmonijo. Če smo mi v bistvu pozorni na naše misli in da nas vodi neka pozitivna energija.
če poslušam svoje srce, se lahko moje želje manifestirajo v svetlobo in se transformirajo tudi tiste stvari, ki rabijo rast. Vsi izzivi se spremenijo v, kako bi se rekla, opportunity, je v bistvu tudi izziv, ne? Priložnost, evo ta, in vsa strah v ljubezen. Tako da jaz bi rekla, samo to, karte nikoli ne lažijo. Super. In definitivno je to priložnost, ki mislim, da se jo mi štiri toliko veselimo, da lahko pač res v živo damo še toliko več, ker seveda pač na internetu smo toliko omejeni, ni začutiti naše energije v živo. Ja, sej malo pošiljamo energijsko, pač smo tudi reiki užgale, da vam da tisto, kar rabi, da nas predati, ampak v živo je pa next level. In jaz vem, da vsaka, ki to ve in čuti, se bomo videli tam in se bomo objeli 23. maja, pač to je to, se že veselim res ful. Super. V glavnem, definitivno bo vrhunsko. Me vsi 4 bomo tam, program je že dodelan, prava bomba pred poletjem. Tako da, draga Mateja, Enet in Nataša, hvala vam za vaše spodbude in da smo lahko res sestavljali toliko noro dober kvartet, da lahko damo in predamo svoje modrosti in orodje za osebnostno rast tudi v živem dogodku, da se ženske res lahko opolnomočimo in živimo svoje sanje. Torej, posklenite to eno od teh kod, zato, da dobite vstopnico, samo zase ali pa skupaj z vašo prijateljico in tisti, ki nas gledate v živo, boste opravili nakup, dobite še 4 darila. Tako da, zdaj še tole malo shekam tukajle, da vidim, da ne boste pozabili, kdaj se vidimo, se pravi, bodi to, kar si, 23.5. v Ljubljani se bomo videli. Čau, čau, lepo se imejte, drage dame, čau. Čau, uživajte. Čau. Čau.